No, evo, čak, zdaj še noč reči. Ja, to se zdaj snema. Jaz bi te prosil, če lahko, ne, tako, kot na radiju, ne, in s tem glasom, ki na radiju poveš svoje ime, ne, jaz bom rekel zdaj najprej par besed, pom pa te predal, če lahko z unim glasom rečeš, prosim. Ne, no, nocoj je z nami Gregor Budal. Pizda. Uživaj boljš. A ja, seveda. Ja. No, da ti zdaj razložim, zakaj se usko gled, ne. Ja, no. Zakaj? Ja, torej, Grega dela na radiju in ne ve, kaj je petkova pumpa. Pojma nimam. Petkova pumpa je, po moje, največja bolnica, kar obstaja na radiju. Resno. Pa se ne Bolnica v zajebavam. dobrem smislu ali Ne. v slabem? Bolnica. Ja. Za pacijente. Ampak včasih sede. Dobro. Se pravi, to je koncept oddaje tak na radiju, je, ne vem, od 8 zvečer do polnoči nekak, mislim da, petkih, ja, včasih tudi v soboto, kakor ime dežuranja, se ta oddaja vrti in to je v bistvu rolajo pač kurčevo muziko, tako malo za žur, malo za hojle dripa to, ne. Pa to je bolj domača, mislim, narodno zabavna ali Narodno bolj... zabavna, pa ta narodno zabavni pop v smislu. Dobro. Pa, recimo tudi, če bi bili zdaj še aktualni Atomic Harmonic se vrteli. Kaj pa čuki? Kakšna taka bolj hojla drip priredba od čukov, bolj možno. Drugače bolj ne. Pizda materna, da je bilo tudi pop dizajno že nekaj. No, ampak pazi, Dobro, to še ni vse. kje se gibljamo. Tu je pa ne, a ja, kaj je Veseljak. Dobro. Ja, sam slovenska. Ampak to se vzporedno dogaja, ne, z dejansko fešto v nekem lokalu, a ne. Aha, In vsakič so v drugem lokalu. okej. In tam v lokalu je njihov DJ Aha. in rola tako muziko. In pol so na vezi, a veš. In to je v A je bistvu... program pa tudi iz studija poteka? Program pa iz studija poteka. Aha, Ne? okej. In te so pol na vezi Aha. in to je pol žurka, a veš tako, ne? In se folk zabava. In iz tega vidika je ful dober. In jaz včasih, ne, ki pride petek zvečer, pa sem doma, pa ne grem kamor, pa nič. Aha, nimaš govoriti. Pijače. Ne, trezen. Trezen. Dobro. Trezen. In sem na kompu, pa ne vem, ali kaj delam, ali pa nič ne delam. In več ali manj poslušam Val 202. Tukaj pa preklopiš. Tukaj pa včasih preklopim, ker to je pa noro. Res, to je prav noro. To si ne moreš misliti. Ja, Jaz sem najprej tako za hec sam prestavil, pa tako poslušaš 15 minut, pa si misliš, fakt, ne. Pač to je noro, res. Pol se začneš že malo spraševati, a si cool ali kaj narobe s tabo, ne. No, pol pa že pride do tega, da prijateljem govoriš, da so čudni, ker ne poslušajo petkove pumpe, veš. Res? Ja, Pa ne mislim zdaj sam tebe, ne. Sem Ja. bil pri Bojcu nekaj cajta nazaj, pa ne vem, možno, da je bil lih petek ali kva, pa sem rekel, pa dajmo pumpo gor, ne. In Pa res sem tebe ogledal. In evo, ne. Zdaj me to zanima, nekaj jaz imam približen enako občutek, z izjemo, da pol ne pridem do priporočanja. Ja. Če, pa to se mi že dolgo ni zgodilo, včasih, ko sem šal tukaj, po TV-ju, in sem šel ne vem, ali je TV Petelin ali TV Golica, nekaj od tega. Ja. In meni je, ta prvo mi je se ustavim. Se Ja. ustavil pogled in je najprej kaj je pa to? Ja. Ne, najprej je to. Po je smeh, Ja, po en cajt smeh, ker te malo zanima, kaj pa bo še naprej, ne. Ampak to se pri meni kar hitro dogaja, to niso te dolge, to je ja. in po je malo bolečina. Ja. Malo se mi zgodi bolečina in grem naprej, ne. Ne pridem Aha. do tistega, da bi pa nekje pa začel Ne, uživati, ja. pa še celo priporočil naprej, ne. Ja. Ja, sam, pizda. Se pravim, da si v skogled. Ja, ne, Ne. Si mi naredil kar reklam, mislim, v petkih praviš, dobro. Ja. Saj jaz bom tako rekel, saj zdaj zadnje obdobje moram reči, da ne poslušam nekaj več. Sem se jih malo nalezel, mislim, jih imam malo dost, ampak v bistvu, a veš, jaz nikoli nisem imel živcev nobenega radia poslušati tako za daljše obdobje.
Kjerkoli pofukam komercialen radio, vemo, da tako muziko vrti, ki imajo 3 playliste in non-stop eno in isto in znoriš. 2 dni poslušaš pa je konc. Pa pač voditelji na drogi. To je jasno. No. In tako je bilo v bistvu prvič, da sem res začel poslušati radio, pa sem ga lahko poslušal full dolg cajta skup, študenta v delavnici dol, ne. Zato, ker v delavnici sem pa rabil tudi eno svoje sorte bulanijo, a ne, tako, da ne terja nič možganov, pa da je sam tako, relaksacija, da lahko delaš vmes. In to je bil študent edino, da me ni v živce spravil. No, ker sem se navadil študenta poslušati, sem se pol tle v sobi navadil pa val poslušati, ne. Ker tle gor študenta ne morem poslušati, ne vem zakaj. Ne, pač ne gre. Pa še tele oddaje v smislu Drunčela, pa tale model, ki ima v petkih tudi Timur Banja, elektronko pa to. No, te dva se pri meni včasih tepeta iz pumpa, on pa pumpa, pa malo šaltam. Vsak svoj žur. Ja, pa te v Čaleharje oddaje, pa to, pa človek kar začne poslušati, ne, kaj pa kul. Kaj pa prvega pa še nisi probal? Včasih naletim na njega, veš, včasih ga dam, ko imajo te večerne goste pa to. Ne, in itak doskrat ne spim, pa ne vem, poslušava jaz le, to babica pa tam le dol, ker tudi ne spi. Večerne goste. Ker Drunčel se mi zdi ima pa ob nedeljah na prvemu. Ne, v ponedeljkih. A v ponedeljkih? V ponedeljku 10:30 do polnoči. Ja. Čak, ja, ima to. A ja, na prvem misliš? Ja, na prvemu. Kaj ima pa na prvem? V bistvu ima bolj kot ne termin, ki ga je imel nekdaj Marjan Kralj, če se ne motim, ne. In neka legenda še. Ja, ko smo bili mi verjetno taki še, ne. Ne vem, no, kakšno oddaja, ampak tako, ja, legendarna, ne vem. Meni se zdi, da lih ob nedeljah, tako da ima nek tisti termin, verjetno ima, ne vem, človeku prijazno muziko predvidevam, da ima. Ja. Ne, da ni, ne vem, sam jazz ali pa sam rock ali pa sam tako, mislim. Ne vem, sem mislil, ker lih. Ja, ne. Vem, da ti je Drunčel, ker se ga lih kar omenil, no, ja. Pa me je zanimalo, če mu tudi tam prisluhneš. Ker jaz še nisem. Ker imam tudi večinoma sicer na valu. Čeprav v nedeljah, če imam nočno, pa imam. Kadar imam nočno, imam vedno na prvem programu. Ja, zakaj? Ker je v bistvu Valma program skupaj z SI-jem, ne? Ja. In to sem se še še preden sem prišel sploh na radio, sem se naveličil tega programa. Na valu, mislim tega z SI-jem, ki je bolj kot ne so se itak ponavljali komadimi, ne v istem zaporedju, od tistih, kadar sem jaz od nekje se vozil, se mi zdi, ni ena noč minila, da ne bi bila pravljica o mavričnih ljudeh, ne. In je strelil koleno, ne. Vse je luškan komad, pa vse, pa se prav sam ne, ja, no. In se pač tale prvi program ima pa z mariborskim radijem pa koprskim, v bistvu imajo skupaj program, ima pa pogovor tudi, od ponoči do enih ali pa do 2, ne. Se to pa kul. In dobro, ja, kakšni so bolj zanimivi, kakšni manj, se zavisi, ne, čist, ampak, ja. Jaz moram reči, da te večerne goste ali kakorkoli pa to, pizda kar sede poslušati, ne. Tako, po eni strani, pa mene itak, ne, mene večina ljudi ne zanima, v smislu, tako, ne, res. Ampak tako, ko slišam, ne vem, se mi pa vsak zdi zanimivo, po eni strani. Tako da kar kul. Tule pa... Kaj? Malo sem hecajo, ne, pina kolada. Zakaj? Ja, zato, ker je pač čisto navaden hibiskus, tako rekoč, ne. A res tako? Ja. A vohaš ti tukaj kaj? Ja. Mislim, se čisto v redu, ne. Ja, samo ni pa to, kaj na etiketi, ne. Hibiskus v redu, hvala lepa. Pina kolada mi boš prodajal. Men, koliko so ljubo. Sam ene tako, zdaj, ker vem, da je kokos not, ne. Ja. Ga voham ene 3%. A ja? Ja, sam kaj dosti več pa ne. Ja, sam res 3%. Ja. Pač. Jaz sem duhoviteži. Ja, lej. A ti lej, kaj je duhovito? Na šalci piše Luka. To šalco mi je v ta deca mami prinesla. Pa to ni mesto z imenom Luka. Ne, pač Luka kot Luka, ne.
Z malo začetnico ali veliko? Ja, z malo. Aha, no, Luka Koper. Ja, Sam Luka da- Koper, sam da je nekje v Kroatiji. Ja, lepo. Mene ful lepo. A prepoznaš slučajno, kje to je? Je bil kar čudno, ja. Prav nekje daleč ni, ne? Misliš? Ja, skoraj ziher. Kvarner, torej. Nekje pizda. Zdajle, prejšnji četrtek, sem bil v Kopru zjutraj. Ne, nisem videl morja že dolgo, drugače. Pizda, tle je vse zabačeno, gabno, tam pa sonček, 20 do 8 zjutraj so bili že tam z enim in toplo, mislim toplo, pod narekovaj toplo, ne, jaz sem bil pač zimski škrlat, gojzari, bunda, kapa, ne vem kaj vse, tam stopam ven, sem zgledal kak kreten, pizda. Tam folk, ne vem, pse šeta oblečen tako, kot mi spomladi, veš. Kva je bilo lepo. V Koritencah je tudi. Dobro, ni tako toplo, kot v Kopru, ampak je pa Kako, a kaj piha? Dobro, no, dni je malo velik, ja. Mislim, sam koliko to tako pogosto piha. Ja, piha. Piha, pač piha. V bistvu je. Lažje bi naštel, kdaj ne piha. Dobro, sam ni, da je vedno uno. Pač vedno kaj vleče, no. Ne, ni zdaj uno brutalno, no. Ja. No, sneg, ki je bil takrat, tistega je piha, ne. Okoli 17. januarja, ker jih v Koritencah je jih shod, Ja. ki je Svet Anton. Aha. In rečejo, da je en tak reklo, Ja. Svet Anton, puzi me ven. Aha. Nekao, Ja. ampak stari, Takrat bil je pa- Kumi se je začela, ne pa da To je, ne, da je že pol meni. Vsak let me ta zima znova presenetne. Ja. Ko sneg ni vertikalna, ampak horizontalna, padavina, ne, to je noro, to je noro. Pa saj se spomnim, čak, pizda, zdaj pa ne vem, a je bilo to letos. Mislim, v letošnji sezoni, ampak lani. Ja. Ker za eno fotko objavil, ki je bil sneg že gor, tam prvi v Šteri, prve zgor na hribu. Aha, Uh, na Mašunu. ja, na Mašunu, ki je bilo še tako, pač ni snega, tam je pa bil. Ja. Ja, je pa kaj tavžen. A je to kaj? Če ni celo tavžen, 100. Če je tavžen, je no. A je dobro, ja, Ja, pa ja. itak. Hm? Pa itak. Kaj svoj cajt so imeli nek tak manjši smučišče. A res? Sam se jim itak, bolj za lokalce in to gor dol. No, sej, ampak tako ne. No, pa se imajo gor tudi goste, tako. Sam je kar nerentabilno tisto. A ja. Za laufati, ja. Pa še zime take, zdaj, ki so tudi niso neki zanesljivi, da bi bilo zadosti. A kaj loviš? Na lovu sem celo neki bil. Ja, kdaj? Zdaj v zadnje. A sem bil letos? Letos govorim, letos, Letos, ne, v tej 2017, sezoni. ja. Me zdi, da sem celo neki bil. Ja, sem bil, ampak pač neuspešno. Ja. Jesensko-zimskih pogonov se mi teh ta večjih žal letos ni ratal niti enega udeležiti. Pol sem bil med Štefanom pa med Novim letom, ki so tudi kakor vsak dan. Se mi je na 2 ratal prit, ampak ni bila neka baš zasedba. Mislim, tako. Ta prvi dan nas je bilo 3. Pa brez psa, ki je, ja, zdaj se pa ti pet pogon. Ja. Pa pač smo se šli malo sprehoditi. Pa še enkrat sem šel, nas je bilo pa sicer malo več, pa en pes, ampak tudi neuspešno. Tako da v zadnje sem streljal, izštevši ta majski preizkus orožja, pred 1. majem, 4. januarja lani. A ja? Ja. Ja. Pizda, pa že cajt, da nekaj ubiješ. A ni? Ja, sam, zdaj je problem, ker je kar bolj pa ne sezona tistega, ki je za jest ven, ne. Ja. Bože, vse bo. Ne, je fajn, sem pač malo več, mislim, malo več. Nekaj sem hodil tudi zato, ker sem bil mentor enemu mlademu lovcu. A ja? Ja. Hudo. Tako da te pač pol
in tako mečkan prganja. Mislim, Ja. hvala Bogu, da te, ne. Ja. Bog var, da Kaj si ga pa naučil? Se je več, ki je on mene, ko jaz njega. A ja. In nekaj, tudi njegov oče že lovc, A ja, dobro. in tako, in pač, mu je to že nekako od malega. A. Pa se je, v takem primeru je pač si ti bolj kot ne tisti, ki mora biti zraven. Ne, Ja. ne čeprav se kaj ga tudi lahko, no. Tukaj ni dvomno. Ali pa mogoče mu kaj zdaj lahko bolj pomagal, ko zdaj bo šel počas pa na te državna predavanja, pa izpite, no. Kle pa treba malo se usesti za knjige. Pa Ja, to pa. Kle imam jaz mogoče malo. Malo prednosti bi. Ja. Ja. Tukaj, če v kaj rabu, mu lažje pomagam. Čeprav, še zmeraj na njem, ne, se treba Ja, no. usesti pa vrat, ne, tam poslušati. Drugač pa kar malo, no. Sem pa danes jedel, no. Ko pa? Telečjo pečenko. Ampak od divjega teleta. Ja. Čak, telečja pečenka. Ja. A ni to ena ful znana bukla? Novela Jurčičeva, če se ne motam. Ne. Ja. A ni od enega, ne vem, Rusa ali neki? Ne. Ni? Ne. Okay. Ampak se je približen tam je malo, ker je ta realizem pa tist, pa je... Aha, ok. Zdaj si mi dal... No, to sploh nisem cilj, ampak... Zdaj si mi dal celo misel, če... Ma ne, po moje je prav Jurčičeva, da je telečja. Ne, ni no. Pogooglej. Verjetno zdaj nima cajta. Google. Po moje, da je. Čak, telečja pečenka. Ja. No, skratka, jedel sem telečjo pečenko, ampak od divjega Čak, teleta. daj pol minute nekaj govor, ker res na Google pogledam. Ti sam tle zabavi ljudi. Ja. A ne neham govoriti, ali ne zabavam? Se lahko se z mano pogovarjaš, se jaz Prav. slišam še vsem. Prav. Ja, zdaj tak, kaj ne se pogovarjam, kaj tam iščeš. Ja, je Benti, takoj mi Jurčič. vrže telečja pečenka Jurčič. Ja. Hvala lepa. Ruski špijun. To misliš komad ali... Ne, film pa ni bil. Kako je bil film? A ne, on je bil Katero? balkanski špion. A ja, ja. Itak. Čak. Aha, telečjo pečenko si jedel. Ja, In? vrhunsko. Ja, isto kot ta, sam da ima malo še tega. Aha, Žmohta. ja. Gozda. Ne more. Že isto lepo, mlado, mehko meso, kaj češ lepšega. Od enega modela, ki redno poslušam podcaste, ne, on je tudi lovec. In pol včasih razlaga, kaj je v lovu, pa tako, pa on sem pa kaj tudi neki z lokom lovi, pa tako. Je čist notne. Ma ne pa nas. Ne, Američan. Aha. Ja. Ampak razlaga, ne, v tem mesu, ki ga tam ubije, pa pol speče, ne, ali pa karkoli naredi, pač kalačen ratam, ga poslušam za mano. In pol on ima tam tako on pa dejansko ima studio, ne, za podcast, ne, takole drvarnico. In pol ima tam v eni sobi zraven še hladilno skrinjo. Pa ima pa not kar jelena, pa to, pa gost gre, pa ne vem, navš malo jelena, pa mu ga da, pa tako, ful ga imam velik. Sta noro, no. Moram plata za noga. Ja, ne, čist hudo. Jaz žal nimam toliko cajta, no. Drugač bi več. Sem, takrat na začetku sem kar polno hodil na lov, no. Ja, no, zato si tudi lovc ratu, ne, takrat. Saj Ja. Mislim, če ne bi imel namena, tako moram pol verjetno ne niti. Ja. Sicer se v bistvu tako niti nisem zavedel, ko sem se opisal, kaj to vse pomeni, ne. Ja. V smislu časa, pa sploh, pa tudi nekega nenazadnje denarnega vložka. Ja. Sploh, ker nimam nekoga pred mano, ne. Nimaš enega fotra, ki ti bo tam pušo posodil, ne, pa bo na oba dva napisana, pa ne, njegov nahrbtnik vzel, pa tako, ne, je vse z nule, ne. In tečaji, in to, in nuno, in članarina, in ja, pa oblečtke, ja, ne nazadnje. Ne moš lih v kavbojkah jet, in je kar malo, no. Pa tako, čist en drug svet, Ja, v katerem ne veš še čist nič. V smislu tako, veš. Ja.
ki se vržeš not. Ja. Pač šel sem predtem, preden sem se sploh upisal, sem šel na en pogon. Bila je lih, ne vem, v Knežki cerkvi je bil božičen koncert, prav na Božič, smo šli kaj, pa čez cesto v eno oštarijo, pa se tam menimo. Neki pa haha, hehe, pa slišim dva, ki sem menta, greš jutro na pogon, neki promisel pa jaz tako, a jemljete tudi, ne vem, XY je zraven, pa ne. Pa je bilo precej, haha, bo šel, veš, tam pač mize polne pijače, ne. Ja, ti se boš jutri zbudil, pa bo šel, haha, veš, Ljubljančana, haha, mislim, ne reče tega, ma. Ampak si misliš, normalno. Slišiš med vrsticami, ne. Ja, nič, ne, sem bil ob 8 zjutraj tam, ne, pripravljen, tak lep 26. december, ko Bog zapovej, se pravi, mrzlo, sneg, sonce, malo pihat, ne preveč, tako. Pravilno. In mi tam rečejo, nas postavijo, ti tukaj, kle vmes, glej, da si skozi nekako liniji, ne, s temi, pač med zganjači sem bil, ne. Ja. In tul. Kako ne tulem, a veš, ne. Kako ne tulem, ne. Pa kaj, pizarstanski šiht zate. Ja, itak. In gremo mi tam, vidomuni začnejo tuliti, ne. Ja, tako. Pač neki hop, veš, tam tuleš. Mislim, to sem zdaj nisem pokazal, da nisem dal force, ker brez veze, ne. Jo, nisem tulil, ne. In pol še pomisliš, ne, a veš, jaz nisem tulil samo zato, da bi pač neko žival pregnal proti lovcem, ki stojijo, ne, ki so na svojih štantih. Jaz sem se zavedel, stari, jaz grem proti oboroženim ljudem hodim, ne, ki hočejo nekaj ustreliti, ne. A veš, tak sem črn, pa ko smet, ja, ne, en ti mi prost, nočem biti jaz, ja, valjdam tulu, ne. Malo hecel, no. Mislim, mi je bilo fascinantno in pol, lepo, pač pogon se ta prvo konča in lepo nekdo na enega džipa da tam, iz ruzaka ven, štruco kruha, tam je v cverke, itak december, sezona kolin gor, da najboljša malca na svetu je bila to takrat, v tismu mrazu, v tismu uni pokrajini, lepo, super. In tako, ne, pa sem pa upisenco, prošnjo za upis dal, ja. Sam, mislim, sej čist normalno, ne, sama veš, ne, tako, če pogledaš pač, hod človek po hosti in tul, ki je zmešan. Ja. Pa to ni normalno. Mislim, je, ja, ampak pa ni, veš. Ja. Pač Ja, noro, mene je to ful smešen. So kar prvinski občutki, no. So zelo prvinski občutki. Lep opis. Ja. Zanima, kva bi bilo, če bil med tistimi lovci vmes sicer brez orožja, ker temu človeku ne bi dal orožja. Si bil brez? Živne? Ne. Aha, ajde. Žižek. Opa, naj ti tam hosto, pa folk, ki tul, pa folk, ki strela, pa živali, ki bežijo. Škaj to naredi ta model z tega? Marsikaj bi ratal. Prav karkoli. Ja, marsikaj bi ratal. Bogato bi obrodilo to. Ja, bi, sam kurva taj tudi vseka. Saj je nor, no. Sam je nor. Itak ga jaz ne razumem, po kurca, nič, ne. Ja, meni je kar fascinanten, ne spremljam sicer polno, ampak ja. Kva pa nazadnje, ko sva se v lovstvu pogovarjala, sva sedela na kavi v Ljubljani v Kratohvilu. Nekaj mesecev nazaj. Takrat sva nekaj debatirala tudi v daljnogledu. Takrat slih neki puško štimu, pa ne vem kva, ali zdaj štima tako. A to imaš zdaj pošlih, ne? Ja. To me je res sram priznati. Zgubil sem prejšnji daljnogled. No. In tako, to mi je še zmer, ne moram si razložiti, ne. Ja. Ker pač daljnogled je taka snemljiva zadeva, ne, ampak pač enkrat to naredi klik, je klik, ne more. In ne, mislim, najlažje si razlagam, da pač mi je bolj kakor klik verjetno naredil, ker ne more to kar dol past. Jaz tudi takrat na tistem lovu, ko sem bil, nisem se zahakljal v nobeno vejo, ne nič, da bi, mislim, pa to bi mogla biti res sila, ne, da bi, ne vem, jaz sem to iskal gor, dol, levo, desno, ne, nikakor nisem najdel.
Ja, način, pa se je bilo treba, mislim, spet v strošek itne. Ja, zdaj imam tega, kar imam, je boljš, kot prej. Ja. Pa še pač zrihtati se ga da. Mislim, ne samo, da je firma boljša, tudi zrihtati se ga je da, ne, se ga je Svarovskega imam zdaj. Ja. Sicer pač nekaj starega, Ja, ampak mi je se Claire, ja, je tudi rekel, tale, ko ne, pač, ne, jaz sem to rabljeno nabavil, ne, in pol odneseš to po škarju in tu ti reče, to bo še tok pa tok, pa kaj se pa jaz sploh grem tukaj. Zakaj pa ne, za te sode pač vprašam, kaj pa če bi jaz kar nekaj novega raj kupu, pa tole prodam naprej, a veš, ne, da se ne jajcamo. Ja, prav, ja, tako je, ne, sej, no vem, zdaj, če se štejemo, nekaj en sreden razred, bi to bo, ne vem, prav, ampak Svarovci pa Svarovci. Aha. Ne, prav tu, zdaj le poštijamo gor dol, in je res, in je lepa slika, no, in tako, in pač to drži, no, dobro, če jih ne mečeš pušk po tleh, pa tako, no. Kaj praviš, lepa slika, ne? Da ti zdaj, jaz sem v glavu dobil eno zlo. Narobe sliko. A se ti to večkrat zgodi? Ne. Dobro. Ne na glas. Puška, Svarovski, ne? Pač, ne vem, a veš, ne vem, ženske torbice, jaz sem res Svarovski kristalček. Ja, koliko fajn, ne? No, in ti lahko rečeš, ne, moja puška ima Svarovski gor. Ja. Ampak, puška, ne? Kaj si ti videl? Tako ukrenclano puško. Tako, kako bi rekel, ne da menja agregatno stanje, ampak menja pa stanje pripravljenosti. Okay. Če smo lih pri puškah. Ja, pač bolana asociacija. Ja, ker. Pa Ampak čaj. jo razumem. Ja, pa čaj. Ja, čaj. Ja, se ti včasih huj. Očitno. Danes očitno je. Ker nimaš upravičila, veš. Ne. Mislim, lahko se zgovarjal na bolezen, ne, sam se ne bom. Prav. Ker tako, ker pizda, ne vem. Saj danes je kar vse bolezni. Joj, Tonči, ja si slabe vole, ja, koliko časa pa, 2 dni pa pol. Depresija? A veš, pizda, pač noro, no. Veš, jaz sem pa, nisem imel čudne asociacije, ampak jaz sem pa pred na njete zdaj prešal tukaj, to rekel. Sploh nisem šel, glava mi ni šla v bolezni naprej, ne? Ja, ja. Ampak Se sem bil pri muziki takoj. Po en stran bi to asociacijo bolj pripisal Jurca, to veš. To, ko sem imel jaz, ne. Zato, ker je le malo bolj tako, no. A veš? Miš, da on ne bi na muziko pomislil. Pizda, če pri Gary Clarku na muziko ne pomisli. Ja, ne ve, lej, pa se je seznanil. Ja, ne, se je. Če pač, Tudi mi imaš. če ne poznaš, ne bo... Jo, jaz ful malo muzike poznam. Je no, sam mene pa res presenetilo, ne, meni tudi ne. S čim? Je dan, ko sem ti lih omenil Garyja Clarka v A ja, kako ga nam poznal, pizda. Ja, No, valjda. ker me ne preseneča, no, glede na... Zvrstva. Tako, ja. To vem. Ja, ne, jaz se nekaj prav spomnim. Takrat, ker ni bil res še nič, mislim, se verjetno v Ameriki že bil, no, sam tako, ni bil nič še tist. Ja, ja. Wow, pa tudi nič še ni imel tok. Možno, da je že imel zvok razvit, pa to ne vem, ampak jaz sem takrat njega ful mal slišal in še ni imel tako na tem nivoju, ki ima zdaj, se mi zdi, no. In tudi tam, ko sem ga gledal na tem festivalu, je bil tako bolj izpadel kot, ne vem, komad mi je šel v uho, pa mi je všeč še danes, ampak je bila una varianta, daj mladenič, črnček, ne trud se takole, ne, ker ni, ne. Sam pač, ja, una motena pamet, pa ko malo vidiš, kaj je v resnici, je pa hudo, je pa hudo. Nisem pa vedel, ja. Jaz sem bil komad je bil lih pri Rončelu, ponedeljkovemu Rončelu. Ja. No, pri njemu sem ga tudi verjetno slišal že tako. Jaz se, kakor je on takrat razlagal, ga je tudi tako že. Ja. To in tako.
Nuj je en komad spustil, ne spomnim se, ne vem, če ni bila to neka priredba Hendrixovega komada. Ma skratka na začetku en ton. En ton. Anton. En ton je šopal, ampak tako prav, da je bilo wow. Ja. Pa pač pol naprej, ampak mene je tisti ton na začetku že prepričal. Če te zanima, En. pri tem modelu, ki njegove podcaste poslušam, ga je imel Gerija tudi. A ja? Nedolgo nazaj tako. Ja, te mi pošelj to. Ti poslal link. Pošlu, pizda. Ti pošlu link. Kjer debil. Ja, in je paket tako, veš, pač model je čist skoliran, on je zdaj, da bom tle sedel zraven bil tako, kot jaz pa ti. Še manj nadut. Res? Se nismo naduta. Ne, glih prav. Ne? A veš, se zavedava, da sva neki, ne? Pa čeprav je to včasih laž, ne? Ne, tako čist, a veš, prav čist skoliran, kaj da ni nič dosegel v življenju. Samo meren lepo to. Tako in tudi dobro razlaga. Pa tudi dolga oddaja, tako je kul, no, in poslal link. Je zanimiv. Zakaj pa sicer tega modela poslušaš? Zato, ker ful rad poslušam njegove podcaste. Ker? Mislim, kaj ima ljudje, ki mi pač prej si lov, zdaj, ne, to ne bi rekel, da je tvoje primarno zanimanje, da ga zaradi lovskih tem poslušaš. A ja, ne, on nima lovskega podcasta. Ne? A to je en drug? Ne, ta isti. Aha. Ampak on ima podcast v smislu netematski. Ne? Ima gosta in pol v tistem, ki debatirata, pa odvisen od gosta. Ja. Sam včasih pol kaj v lovu povezan, tukaj pač on je vsekan na lov, vsekan je dost na lokostrelstvo, zdaj pač cel ne drka. Včasih je bil profesionalen kickboxer, pa športnik je dost pa tako. In je fascinanten je človek že sam po sebi v tem smislu, ker s kjerokoli stvarjo, ki se ukvarja, s tisto, ki ga zanima, je malo bolezensko, pač preveč, veš, do daske. In jo drka in jo naštudira in je ful dober pol, ne, na koncu. In je zanimivo ga je poslušati, no, tako. Me je ful v redu. No, dej. Pa ker je, tako je, veš, skoliran. Tako kot v smislu, in en del tega bi jaz rad tako, ta moja radio polje, da ni v smislu intervju, a ne, pa tako naprej, pa da ni usmerjen tako, ampak pač tako, kar rata. Pa pač se vsem, če vdaja kakšno dolgočasno, nima veze. Važno, da je lušten. In nočem, to sem lih, odkar tega modela poslušam, nočem takih kurčevih ukverjev imeti. Kot jih recimo moraš imeti za en radijski intervju, ki si omejen na čas in valjda moraš v tem času nekaj pametnega človeka ven zvleči, kar je razumljiv. Jaz sem bil na eni BBC-jevi delavnici, sem imel to kar čast, bom rekel, no, da so me tam na radiju malo izbrali. Še imam, hvala. In tako, ne bom se zdaj na dolgo in široko poglabljal, ampak so skratka one dve sta poudarjale, koliko je pomembno poslušati in hkrati, koliko je to težko. In pač smo tudi razne vaje delali gor dol. Še prej sta pa pokazale tako, ne? Eno od nas so poklicale priti, da bomo imeli medve kao pogovor. Pač tam, tiste 2 dni in pol, ko smo bili na delavnici, smo se poznali, tiste je bilo ta drug dan, dajmo reči, na začetku. Skratka, vedela je, da je ona Anja Hlača Ferjančič. Ja, poznam, Pač jo ta Angležinja pokliče, in se začne tam ment. In stari Tora, tu je tak pogovor, da wow. Tako, iz ničesar. A veš, ne, zdaj se pa medve menile o politiki, o športu, o kulturi, o čimerkoli, ne. Pač se pogovarjata in je wow. A res? In pač pol je ona, tako na kratko, in to zdaj, to kdaj pokazala in pol pač prav pove, kako moraš, mislim, človeka poslušati in ne vem, slejka prej ti človek da neke kot istočnice. Ja, neke buzzwords. Ti jih moraš dojeti. Ti jih moraš slišati, ne.
In ti se lepo na tisk greš in ga daš iz tizga naprej. Ne? Ja. In če pač dobro poslušaš, sej, to je stvar treninga, to ni. Razumem. Ne? Ja. In ja, ne, pač točno je povedala, ne, zakaj je tako. Ja. In ko je tako povedala, ja, valjda, da je bil dober pogovor. Ne, ampak res, iz niča je, jaz sem bil kar fasciniran. No? In pol smo pa pač se tudi mi skušali, da si, ko smo se šli, lih v bistvu, eni so imeli, da so v bistvu, ne vem, neko svojo situacijo, ne, v odnosih s podrejenimi, ki ima bila to uredniška delavnica, no? Kako, ne, pa je šel v svojo konkretno situacijo, tam smo imeli pa igralca, 2 igralca smo imeli, žensko in pač mu je povedal, ne vem, imam tako situacijo, je tak, pa tak, ne, in zdaj kao, kako ti do njega pristopiš, pa mu poveš, zdaj se malo bran, a veš, in ti igralci, to je bilo pa tudi fascinantno, ne, koliko so, pa taki, lih na akademiji ali pa končali, ali pa jo končujejo, ne, so bili, ampak res vsak je rekel, koliko je dober ta igralec zadev tistega človeka, ki mu ga je... Ja, to je bilo tudi fascinantno. Ne? No, jaz sem pa pol, pač, ker nisem imel take situacije, ne, sem rekel, ok, bi pa ti probil to poslušanje, ne, in zastavljati človeku vprašanje, ne, in, a veš, neki si tam na uni delavnici, neki veš, aha, tako gor dol, ne, neki, a veš, poln nekih novih znanj, ampak prepoln, ne, in je res težko, ne, poslušati. Verjamem. Ampak mi je bila zanimiva, da mi je pač, ker ta igralka je bila pa pol v vlogi tiste, ki sem jo jaz poslušal, oziroma tudi intervjuval, ne, je pa rekla, da se je pa čutila zelo, jaz sem mislil star, jaz sem propadel na celi črti, to meni ni nič ratal, ne, veš, ne, ker nekje se mi je ustavil, nisem vedel, kaj vprašati, ampak lih zaradi tega, ker sem bil prepoln teh nekih novih znanj, pa sem, aha, tizga ne smem, kaj že tam reči? Ja, tako, sem obremenjen, Tako, pač tam se mi je ustavil, jaz sem star, ne zato, ker se mi je ustavil, ampak tako, nisem, pa ne, da se je ful čutila, tudi zgleda, ne vem, po nekih govorici telesa, ali karkoli, ne, tako da fascinantno, ampak ja, treba zgledati, trenirati te stvari, no. Ja, valjda. Zdaj sta mi takoj 2 v glavo padla, najprej en, pa drug, ne. Ne vem, koliko sta se kaj držala teh reči, oziroma koliko sta imela to kaj naštudiran, ne. Ta prvo je gospod Mario Galunič, ne, ki pač, kjerokoli oddajo, ki je zdaj imel, ne, to je bila oddaja o njem, ne o gostih, ne. Aha, ok, ne vem. Ja, jaz sem ga dosti gledal, ne. Ne vem zakaj zdaj, če pomislim, ampak to je bila varianta, ne vem. Pa je bil gost, rečemo Jan Plestenjak, se vsem kdo, ampak mi lih on na pamet padel. In imaš takole kavč in tam je sedel Jan, zraven na stolu Mario, in pol ga Mario vpraša, ne vem, Jan, si pa izdal nov album, a ne? In začne Plestenjak recimo govoriti o tem albumu, ne, in to ne vem, par stavkov pove in pol kurat že nekak, ne, že tam kriči pa zja, pa ha, pa hihi, pa ja, pa vso pozornost nase, pizdamo mater, ne, veš. Saj jaz se razumem, pač si ti kurčev voditelj tam v obleki pod svojo žarometov sam model. Kdo te ogledal? Pa vsi smo ga gledali. Se pa reči, veš, no, ni kul, no, ni tak kul. Čeprav spet ne, spet ni taka neka oddaja na polno pogovorno, tiste v bistvu namenjena sam, da se predstav, kar ima in to. Da juhe, komaj. A veš, pol, to je drug spektr tega, ne, ker si točno... A smem, daj, Sandi? Ja, seveda. Če pa Jack, no, Čolnik je pa popoln. On je pa popoln. Je sem? Nor. Nor. Evo, njega mi pa žal, da ga ne moram več gledati. Res, to mi pa toliko hudo, ne. Pa sploh pol, ker sem bil že leta fan, sem šele pol zvedel, da je model zaspal enkrat v intervju. Meni je bilo super, čak. Kjer ga je to? To je bil pa intervjuan, je bil Čolnik. Aha, ja. Pa ne ima, ga je Lada Ambrožič slučajno intervjual? Možno. Ali ga je nekdo... Možno. Je bilo, ko sem malo zaspati.
In ga je pa vprašal po tej anekdoti. Ja, ja. A se spomniš to? A nisi videl Ej. tega? In Čolnik je potrdil. Ja, ja. In ne samo, da je potrdil, ne. Je Rekel je, rekel, da je v smislu, da to je bil nekak tudi njegov, ne vem, odgovor, odziv na tega Tako, človeka. ja, Nek ker je komentar bil njegov, dolgo ne. časa, ja. Tako, no. Pač, ti imaš na nacionalni televiziji intervju, pa zaspiš, kot voditelj zaspiš. To ne moreš biti večji Jack. Ne moreš. Ja, Pač, ja, ni šans. ja. To je noro. To je legenda. No, ker slih Ambrožiča omenil, ne. Ambrožič mi pa tudi kul drugač. Dve njegove oddaje sem gledal različne. Eno je bilo, ki je imel sam tako, s posamezniki, pa je imel pa eno še, ki je pa tako neke te družine intervjuje. No in pizda mi ga je bilo pa tudi fulor gledati. Zato, ker je pa imel tudi, to zdaj sta pa, evo, no, dobro, ne vem, presploh povem, kakšnega gosta, pa ga je kaj vprašal, pa je ne vem, recimo, da je bil politik, no, ali pa kaj v tem smislu, no. Pa ga je vprašal, pa itak politik dal političen odgovor, pa je on mal pobezel pol, ne, veš, tako, kot bi se dosti ljudi že ustavili, ne, Ja. tudi že parkrat prišlo. Ja. In to je pa, evo, edin Ambrožič, da mi na pamet pade, pa včasih je tale Vida Petrovčič tudi tako znala pobezati. Mojo? Ja, ja. Pa... Dor, Čolnik je pa tako vprašal, kar je hotel. Pa je pa nor. Popoln. Pizda, pa kako pa model je zgledal že zaspan. Ja. Sedel. Dajte mu eno luč več prižgat, prosim. Kurva, a ni no. Ja, kar ga. Zatemen studio, valjda, intimen vzdušje, sam posel pa spal. Hudo. Ta je nor, ta je res nor. Ja, ne, vrhunski legenda. Ja. Oba dva. Sam, a veš, pizda, da ne bi pa, tako no, si ne predstavljam, da bi pa prav, da bi do tega prišel, da bi imel željo prav intervju delati. A veš v smislu. To mi pa nekako ne leži. Pa recimo zdaj, ko sem to pač vdajo začel, pa to me veseli v smislu, da bi koga rad imel tukaj, pa se z njim pogovarjal. Sam nočem, da je intervju tako v smislu. A veš. No, to smo zdaj, mislim, presenetil. Ja, pa ne. Tako pač, jaz z neko glavo sem prišel na intervju. Pa tako, Seveda. Pa ne vem zakaj, ne nazadnje. Ja, ne. ja. Poznavajoč te, Se lahko misli, ne. ja. Samo tako, ja, avtomatsko prideš malo. Sej, a veš, da ja, sej, ker to po eni strani zapričakovati, že nasplošno, ne, ne, a prideš do mene na pijačo, ampak a prideš v moje oddajo, ne, že malo tako. Ja. Pol pa, kar ene parim, ki sem tako rekel, mislim, se zaenkrat nisem še veliko folka vabil pa to, ampak ene parim, ki sem tako znancem ali pa prijateljem pa to, v smislu pola, veš, ja, kaj bom pa govoril, ali pa kaj bom pa govorila, ne. Ja, karkoli, ne, sej, nima veze, marsikaj, sej tist, ki posluša to oddajo, en klik, pa je ne posluša več, če mu je dolcet, pa je rešeno, ne. Zakaj se, mislim, jaz se zaradi tega nam sekiral. Nisem jaz, da je ena firma, da mora to pa laufati. Ja. In ful folka, pa jaz res ne poznam dolgočasnih ljudi tako, ker pač ne vem, zakaj tako je prišlo in vsi so mi zanimivi do neke mere, ne. Ampak kar pol takole mislijo, a veš, v smislu, ne vem, zdaj moram pa jaz, pa moram nekaj povedati. Ker če moraš nekaj povedati, je težko nekaj povedati, ne, v smislu. Ampak, ja, čutijo obvezo, ker da morajo nekaj povedati, pa vsakmu rečem, lej, ni tle, pač. Ni pravil. Snemamo, to ni intervju, to je pogovor. Ne? Če še to ne pomaga, rečem, pa pizda, par men boš. Če še to ne pomaga, rečem, par men boš v drvarnici. Ajde, se pa sekeru, ko boš povedal. Tako da, ja, nočem niti neke strukture sedeti pa to. Danes sem grunto edin, zato, ker si ti prišel. Sam kot vidiš, sem se premislil, kot boš videl, no? Da bi si napisal en krajši uvod, kako bi te predstavil. Res. Sam sem se ustavil, ker sem imel ene par bolanih idej, pa sem rekel, rajš ne.
je brez veze, zato ker je itak. Razumel boš ti, pa Ja. 5 drugih, to je pa to. Pa sem pa rekel, rajš ne, kurc, vse v redu. Mi jih boš pol povedal. Pa se ne vem, če se jih še spomnim, veš. Aha. Ali nisem že za... Ne, nisem sploh zapisal. Ena vmes sem ta ni nič bolna, pač, ki bi bla. En izmed izrazov bi bil tudi poslednji zadobrovški kavboj. Ja, ki je, vemo, ja. Ja. Ne par ljudi. Ja. Pol pa ne vem. Bilo je pa vmes ene par takih, da pa pol rajš ne. No. Pač. Pa, veš kaj, to sem pa ugotovil, kukar v smislu, da se nočem pripraviti na to, tako naprej. Takrat pa, ko bom še kakšno naredil tako, ke sam blebetam, takrat si moram pa, če imam dosti misli v glav, si bom mogel začeti pisati oporne točke, vsaj približene. Ja. Zato, da ni preveč skakanja, oziroma skačeš že ena stvar, pa ne priješ nazaj na unaj in ne povem. Zato, ker imaš prav, ja. Ne vem, to ta zadnjo, ali pa predzadnjo, se ne vem, ker sem naredil to, ker sem bil sam, sem se zjutraj zbudil, veš, ne prespan, tečen, ne vem, ura pizda 5, pol 6 zjutraj in smal prfuknen. To so bili športni novinarji. Fuck, ne govori. Jaz bil kar tečen, ja. Ja. Pa če so niso normalni. Res. Zdaj samo v glav se bom vrnil na to temo. Imaš še kaj čaja, prost? Ja, ti ga skuham, ne? Aha, ne prvi, ja. No in... Ja, daj. Čak. Ja, voda bom še. Ja, uporne točke. A veš, sem se zbudil tečen pa vse to in jaz sem imel ful stvari v glav, kva jih bi rad povedal, pa kva mislim, da bi se celo zanimiv slišal, ne. Pa je bila pa una, a če to posnet ali ne, pa ne vem, pol ure kasneje, ajde bom, ker itak ne morem nazaj zaspat. In pol začneš snemat, a veš, in če si sam pa govoriš v mikrofon, je pa malo težko biti, ne vem, 10 sekund vmes tih, ne, da bi pomislil. Pizda, to pa vse malo čuden izpade, ne? Tok približen pa že gledam. Imaš prav, dobra ideja. Pizda, ta luč danes. Ne, to je noro. Light show. Ja, zrihtan. Ja, tako da glede tega uporne točke... Pametno, ja, ker ti... Ni to, kar si rekel, ne. Marsikaj ti bi pozabiš, ker si hotel, oziroma po drugi strani ti pa kaj obvisi tam, kaj je ono... Pa že tudi recimo... Ja, kdaj pa to povedal? Ja, zdaj prejšnjič, ki je bil Jurca gosta, veš, pa sem imel, ne vem, par idej v glav, tako čez dan že, ne. Pa se jih nisem zapisal, pa tudi pol nisva vseh obdelala, ne, ampak nima veze konc koncev. Ja. Sam tako, ja. To te uporne točke mačkanja. To vse, ja. Je pa... ja. Pa folk prepričati, ne. Ta navadne ljudi pod narekovaje, ne. Ker se sami sebi zdijo preveč navadni, da niso dosti posebni, da ne, jih folk slišal. Dobro, eni pač sploh nočejo v smislu, ker jim gre tudi na kurac, da ne vem, se to posnel pa dali na net pa tako naprej, to razumem. Ampak ja, eni se pa kar ne zdijo samo sebi tako zanimivi. Pa se tako, kot sem ti zanj štep napisal, nimam kaj za govoriti. Kaj se cel dan ne pogovarjaš, ti zdaj Tam je... Prideš dan, doma imaš tipa, kva, a mu rečeš živijo? Ali se sam pogledata, točno veste, koliko je ura, če ne veš, pogledaš na steno in greš. Tam je bil res super argument, ja. Ne, res, pa noro, no. Sicer moram reči, da tudi, evo, spet, zelo dolg časa nisem na folk gledal tako, mislim, oziroma nisem znal ceniti tega, koliko je kdo zanimiv. Sej pri kretenih še zmer ne cenim tega, ne? Ker me pač obživce spravijo in so kreteni in jih ne maram, ne? Ampak pri normalnih, ne, pa sej, jaz imam normalne prijatelje, pa kar ne. In je... Pizda, vsak ima nekaj za povedati. Sej zdaj smo pa le že toliko stari, ne, da imamo kaj. Pa tudi, če nimaš, ne, sej jaz imel 15 let nazaj več za povedati, kaj danes, sam se sam pizdu.
Tako da, ja. In je cool. Nočem se, kako bi rekel, bremzati iz strukturo tega. Ja, upam, da prepričaš, no, še te ostale. Kakšen ga zihar bom še, ne? Ja, me je ta argument res super, ne, ali kaj, jaz cel dan tih, mislim, Ja. Vsak komunicira. Ko jim pa rečeš, mislim, ko pa v osnovi povabiš, pač itak poznajo to tvojo oddajo. Ja. A jih povabiš na pogovor ali na snemanje oddaje ali na kako? Ja. V bistvu čist tako, ne. Ker zaenkrat sem itak sam prijatelje vabil, tako, ne. In pol sam pač, tako kot Moživa napisal, ne vem, a bi bil v moji oddaji, ne. Lih prej sem ti prišel, malo več prej. Malo več prej, v redu je. Sem enemu prijatelju napisal, 2 reči mi povej, ne, pa že en cajt se niso videli, ne. Ta prva, bolj pomembna, a imaš cajt, da boš šla na pijačo pa to, ta druga malo manj pomembna, a bi bil gost, ne. To je to, ne. Zdaj Ja, pa, malo se straši verjetno tega gost oddaja. tudi, ja. Ker ne vem, Tudi. ti če rečeš, no, dej, mislim, Leja, priješ se malo pomeniti k meni, ja, pa malo bi v bistvu tole posnela za malo. Ja, sama veš, ne, ker je to una varianta. Ni problema, ne, dokler ni tega tukaj kurca, ki snema, ne. A veš, poj pa, res. Prav, to sem pa jaz pri sebi porajtal, a veš, enkrat, ko sva pri Džokotu sedela na Pero, pa sem ti rekel, da sem neke kvazi, kot enekrat, kaj radijske igre, Ja, ki se šupajo. Ja. No, ker sem te reči začel snemati, a ne, pa sem bil jaz sam pred laptopom, pa sam mikrofon sem imel v roki. In sem imel napisan scenarij, sem si scenarij napisal, ne, kva bom govoril vse. In tisti jaz gledam in tako, pač brez mikrofona v roki grem parkrat čez, toliko, da se nam zatikal, vse je kul, pa mikrofon v roke in tisti moment, ko se je začel snemati, ne, pa ko začneš govoriti, pa ko imaš v glavu, fakt, zdaj pa to snemam, pa govorim v mikrofon, pizda, poj pa malo tako, no. Pa sam pred laptopom. Tako da se sploh tudi približno ne znam misliti, kva mora biti v studiu mikrofon Meni je nekaj povedati. bilo tako. Jaz sem bil prepričan, tako in mrtvo hladen, ne. Kva pa je to meni? Ker pač, jaz sem to lej, nastopam že toliko in toliko cajta, ne. In že kot mulj hodil, gor, dol, levo, desno, po svetu s temi rožanci, ne. In špilil pred takimi in drugačnimi, pa pol z Jararajo, pa veš, pa so bile pa tudi križanke, ne vem. Ja. Nek Cankarjev dom, kva Kva pa pa, je. ja. Meni Cankarjev dom je, ali pa, no, mislim, res, ne, a veš, no, Ja. pač greš pa pol špilat, ne. A veš, ni Noro, problem, ne, ja. tam imaš, ne. Pri Cankarjevem domu konkretno, ko sem bil mulac, ne, ta prvič nastopil, no, zdaj ne, jaz sem bil kaj z glasbo, imamo vprašanje, če, z rožanci, ko sem bil, sem imel, ne vem, 12 let po moje, Kurec. ja, in Galusovo, ne. In ja, veš, malo, ne, mulaci, Galusova dvorana, Cankarjevega doma. Ja, noro. Ne, to je, ne. Ja. In ne, malo je bilo ono treme, ne. Ampak mi je bilo pol pa super, ker sem not prišel, pač odre osvetljen, folka pa niti ne vidiš. Ne, Aha. tma. Ja, Veš, ti si pod lučjo, oder je pod Pizda, lučjo. saj že In odro meni- ogromno, ne. Ja, ampak meni je bilo okej, meni je bilo super, ne, nisem se prestrašil tistega, a veš, Ja. ne, in polna Galusova in vsi me gledajo, mislim, ne, nas Ja, gleda, ampak seveda. ja, tudi me, ne, in mi je takrat, ne, aha, skratka, ja, polno enih teh izkušenj, mikrofon, ja, itak, ne, a veš, Ja, super, kaj je to ja, zate, kaj je ne? to, ne. Zdaj pa tam, a zdaj mi pa tisti problem tam, se nimam benga, kaj, mislim, nimam benga, ne. Ja.
In oddelamo tiste pač enoletno šolo, ne, radijsko govorno. Ne. Jaz sem imel še to srečo, da sem za ta praktičen del, da sem imel pokojno Ajdo Kalan. Ne. Aj pokojno. Ja. Aha. Je bila super in levo desno, no in potem, ko prvič greš brati ta, ne, poročila na valu ob 14:30. Jaz še zmeraj kar mrtvo hladen, ne. Aha, mirno. Ne, može mi niko ništa. Veš, Ja, itak. Super. Ja. Pa Ajda gre z mano, ne. Ona, opa, da prvič gre Ajda zraven, ne. Mislim, je šla, ne. V redu, ni. Pa se mečkam, pa se pa kaj usedem, tista vrata zaprejo, Ajda tam sedi. Ne. Prej si prebral tist parkrat, ok, veš poudarke, kje boš. Pa se pa vžge tista lučka. Pa ti jo vžgeš, pa je pa glas za eno oktavo višji. Ne vem, en tak. Samo no, dober, ja. Nekaj o tem, ker si frišen, pa paziš, da boš poudarke prav naredil, pa si malo vsta. Ampak ne samo to, še nekaj več je bilo, še nekaj en večji strah se je pojavil. Ja. Stisnem tam, se tisti posnetek imam, ne. Tisti je res ne, ajej. Pa veš, pa dobro, v Križankah sem bil, se pravi, gal vse japonske, Pa še mehiške. nikde ni, ne. Ja, zdaj pa tam, ne. Ja, sam toliko velike publike še nisem imel. Ja, to verjetno tudi res, ne. Takrat je itak. Ampak jaz nisem imel tega v glavi, Ja, stari. vem. Za Barcelonin stadion folka me posluša, veš. Nisem imel tega v glavi, ne. Ja. Ne, pač tam si tista lučka se vklopi in... Dobro, zdaj je okej, ne. Ja. Zdaj, včasih se mi kvečemu zgodi, da sem malo preveč sproščen. Preslušen, ja. To ni kul. Še zmeraj pač berem poročila in ne moram biti poročilar, ne. Mislim, in hiter zajebaš, kadar se preveč sprostiš, no. A misliš, če ne bi te šole čez dol prej gor, ne pa tako naprej pa to, da bi sam ti, veš, res, ne, tebe kot džunglo, dal pred mikrofon, na to preber. A bi bilo lažje? Ja. Bi bilo, ne? Ja. Ja. 100%. Pač, lej, toliko cajt si se šolal, veš, kaj je prav, kaj je narobe, skušaš, še zmeraj si tok, ne vem, itak ne veš še vse, mislim se, itak nikoli ne veš, kaj je vse prav pa kaj. Ampak, ja ne, pač poln si enih informacij, ne, tako, kot sem prej razlagal, ja. Poln si enih informacij, tako moram, tako ne smem, tako moram, ne. To, potem slalomiraš med temi vratci. Sam to pizda, mislim, dobro, zdaj za to tvoje delo, ne, je to, se strinjam, da je tako pomembno, ta šola, tako naprej. Sam pri dostih rečeh, pa ful preveč zakomplicira, se mi zdi, da pol tist, ki, ne vem, se ali uči, ali pa, ki bo mogel pol nekaj narediti, pizda materna se ga samo bremeni do daske, veš, v smislu. Ne? Zdaj, ne vem, en primer bi bil, sam se pravim, to je čisto drugače, kot delo na radiju. Recimo, jaz dosti teh telovadnih filmčkov gledam, pa študiram, pa tako, pa probam, ker se kakšne te gimnastične fore učim, probam najti filmček, v katerem razlaga nekdo, ki je nekoč v gimnastiki nekaj dosegel, ne tako en jaz ali pa nekaj. Zato, da res razloži tako, kaj je treba. Ampak tudi oni, ne, en je ful dober, en Američan, ki je včasih tekmoval za nek faks in tako naprej, se pravi hud, ne, bil. Ampak on za eno stvar, pri kateri moraš milo rečeno paziti vsaj na 5 stvari, da jih prav delaš, ne, če ne bo jebalo. On rajš, a veš, ti reče v smislu, ne vem, to naredi tako, pa sam na to pazi, a veš, pa na one ostale reči, ne, ki moraš paziti, pač bo on merko zraven, v smislu, ne, tako. Polka pa ti do tega prideš, da približen že lahko narediš, ne, pol pa še daj poudarek na one ostale reči, ne, zato da niso od začetka že toliko obremenjen, ker jaz tudi pol vidim te filmčke, ki na Instagramu objavljam, pa to, ne, pa pol, če vidim kakšnega, ki
proba kakšno stvar narediti, ko jaz že znam, pa da mu malo manjka, pa mu napišem, ne v smislu, če te zanima, ti lahko pomagam s kakšnim nasvetom, pa tako naprej. In vidim, da eni so res tisti, pa eni čisto simpel stvari, toliko zakomplicirajo, da prav, kaj veš, tega se ne boš naučil nikoli. Zato, ker misliš, da se ne moreš tega naučiti. V smislu, ne vem, da mi nič takega na pamet ne pade, da bi bilo res težko, kaj jaz lahko naredim. Ampak pač, kakšna stvar na krogih, ki se smatra, da je relativno težka, pa mi zdaj že rata narediti. Ne, to je tako, tako stvar naredi gimnastičar, ne vem, recimo po 10 letih treninga, ampak ne zato, ker je ne bi mogel prej, ampak zato, ker je pravilno počasi progresira. Pač mi malo prehtevamo. In pol folk, ki to prebere, pa to vidi, pa to, in pol si misliš, če on rab 10 let, kje bom jaz to se sploh ne morem narediti. Ja, pizda, boš, ne? Lahko, če boš na simpel način vadil, če boš pa kompliciral pičko mater, pa ne boš. Pač bo pretežko v tvoji glavi, boš vedel, da tega ne moreš narediti, čeprav bi lahko, ne? In pol ne boš. Skratka, preveč obremenjen za brez veze. Simpel stvari, no. Da sem malo zašel. Vmes sem pomislil, kaj si lih razlagal, ne, od tistega tipa, ne, da zna tudi nenazadnje lepo pojasniti. Sem pomislil, da v zgodba drgem šla. Ne. Kam pa? V to, ne, ko imaš kakšne, ki so stručkoti na enem svojemu področju, ne, ampak slabi pedagogi. Ne. Tako, nekdo, ki ful ve, ampak pač tega ne zna oziroma ni zmožen dati naprej. Ne, to je pa v bistvu ful dobro področje, ker se mi zdi, da je pa kar tako, ne morem tega reči iz lastnih izkušenj, ker nisem nikoli na faksu bil, ampak iz izkušenj tako kakšnih znancev in prijateljev in tako naprej, se mi zdi, da dosti profesorjev mogoče ne bi smel učiti, ne. Veš? Mislim. Pač si stručkal, sam jeben ti mater, če tam, da folk jebaš v glavo, dej nehi. Ne, pa se ni mus, da bi tudi jebal v glavo. No ja, ampak pač ne zna. Ali dolgočasni, ali pač se pravim, ne znajo pač tistega nekako poljudno naprej dati. Čeprav dobro, na faksu, ko si ni spet, mislim. Moraš biti ti. Ne? Tako, to je druga scena. Moraš ti malo bolj spet brskati pa to. Pač, če imaš srečo, da dobiš enega tacga, ki ti je dobra opora, fajn, če ne, malo slabši, ampak boš pač ti mogel malo več delati. Moraš ti biti študent, ne pa šolar. No, no v srednji šoli pa ti se pa druga. Se to pa, no, tukaj pa imam nekaj izkušenj vse, ne. Prav ne veliko, ampak je pa večina teh negativnih, tako da približno vem, o čem govorim, ne. Ne, ampak dejansko res enega prefaksa za matematiko, ki smo ga imeli, ta je bil, model, vse v redu, ne. Mi smo samo zaradi tega toliko matematike znali, ker pač si se mogel dejansko toliko veliko naučiti. Ne zato, ker bi on toliko dobro razlagal. Je kar neki, ne. Ni to kul, ne. Pol po drugi strani smo imeli pa enega, mene je, jaz sem šel na Vegavo zaradi tega, ker me je ful zanimala elektrotehnika, ne. Sem mislil, da me zanima, no. Ker sem kasneje ugotovil, da me tudi slučajno ne. Pol, ker vidiš, kva to je v bistvu, samo en velik dolgcajt, pa ni Rusija. Ne. Ampak vseeno pol, meni so bili takrat te elektrotehnični predmeti že vsi dolgočasni, ampak smo imeli enega profesorja, ki je tako, ne vem, ful razlagal, veš, ne, dva v bistvu, no, dva. In je prvo kot prvo ti ga je zanimiv poslušati, drugo kot drugo je zanimiva tema, ne, pol pa pač tist teoretičen del, ki je pa res živ dolgcajt, pa samo en računanje brezvezen, pa ne vem kaj, vse tist, daš pa že čez, ne, ker pač ti je zanimiv. Tako da ene parih je bilo kul, sam pizda, večina pa oni idioti, kak kurac pizda, pride prfoks not v razred,
nadut, uči pa, ne, 17-letnike, pa si ti normalen model. A veš, no, pa ne jeba. No. Ne moreš to tako, pa če ne moreš, pa konc. A veš, ni to prav, ne. A to je kar zajeban šiht. En izmed najbolj zajebanih, po moje, siguren. Karkoli boš naredil, še jebena. Jaz imam malo nekaj izkušenj polšolskega leta v bistvu iz glasbene, ne. Sem sineta, sprav svojega učitelja klarneta nadomeščal, ki je bil na bolniški. Jaz sem pa takrat faks končal, po mojem sem bil absolvent, sem bil pa četrtletnik. Ja, ni bitno. Skratka, in tisti je drugač, ne. Ti imaš one-on-one, ne. Aha. Ti imaš enega človeka tam, ne, mislim, enega mulca, ne. Nimaš razred, ne. Pa sploh, 16-letnikov hormonskih samih tipov na regovi. Tako. To mora biti pa. Ja. Zajeban, jo. Ja, ful zajeban. Pa sploh zdaj, ker pizda ne vem, sem pa odvetnika pripel. Noro. Ja. To je meni kar nepredstavljivo. Ja, čista bulanja. Sam, a veš, pol po drug stran, ne, imaš pa tudi pizda, ne vem, smo imeli eno Perfokso, ki je, zdaj sem že pozabil, ne vem, kva je bilo, skratka, jaz nisem bil lih neki priden pa poslušen, ne, recimo par uri nemščine, ampak nisem pa nobenega motil, ne, če sem se s čim ukvarjal, ne, sem se, ne vem, ali z ničemer, ali pa z enim drugim predmetom, sam nisem nobenega motil, pa bil glasen pa klepetal, ne, in pol, ker sva se sporazumela, da bo tako v redu, aj to v redu, ne, sam, to je trajal neki trajal. Pa od začetka itak, ne vem, pa tečna bila, pa ne vem kva vse. A veš, take vole, ki je prišla, ne, pa še itak imaš tam razred, ki ne vem, mogoče tretjina, da smo majčkeno znali nemški, 2/3 še angleški niso znali, ne, če smo realni. In itak slabe vole, ne. Pa, ne vem, pol neki tečna, pa to in enkrat je bila pa prav tako ekstra neki. Prav tist mal, ne, meni se takrat se mi kar orang zamerila, no, ki je neki pametvala, pa ne vem kva vse. In sem se jaz prav takrat v zvezek zapisal par teh njenih izjav, ne. Mislim, lahko bi se rekel, da mogoče ni čist prav, zato ker jih je izrekla tako, ne tist sedeče mirno trezno, ampak vseeno, lej, pač učiš ti, si v razredu, ne smeš tega tako reči. In pol enkrat, ko smo tam, ne vem, ali smo pri ravnatelju pol sedeli skupaj, ali ne vem kje, ali ne vem kva, pa je ona neki pametvala, pa ne vem kva, pa sem rekel, glejte, pa sem dal zvezek ven, pa sem pač prebral, kaj je rekla, pa to tako. Da so videli, no, da ni, mislim, itak, valjda sem ga jaz najebal na koncu, ampak tako, toliko, da je videla, no, da pa pizda, da pa kar ne bo šlo, kar tako. Ja, čak, zdaj se pa. Pa se je bila naša razredničarka, zdaj sem pozabil sploh, kva je. Tako si predstavljam, če bi jo tako poznal, ne, izven šole, da je ful v redu človek. Sam tam je pa, nisem je prebavljal. Ne, res ne. Ne bom se spomnil. Se pa spomnim tega za matematiko, je bil pa oblak, se je pisal. Oblak smo rekli, pa je rekel, oblak. Pa zdaj me malo na njega spominješ, ker sem malo tako bradica, pa to pa, ja, ker nisi toliko Tom Hanksa trenutno. Ja, to je te priimki, ne. Ker to v osnovi, ja, ful folka ima tist, ne, jaz sem, ja, oblak, zato, ker pač oblak, jaz sem pa oblak, ja, ne, stari, polih po oblaku so enemu tvojemu predniku dali ime. Ja. Meni pa pač, ne. Pa se pa verjetno en župan kosmilo pa zbrisal ti stan na koncu, pa rešeno, ne. Čeprav sem najdel na netu enkrat eno razlago, da je pa, ne vem, pa da je to neki na Poljskem, da so pa bodali, pa ne vem, pa bogal, pa da to neki pomeni. Da ni dejansko budala, ne. Jaz si še zmer razlagam, da lej. A veš, kaj pravijo, ne, da te simple razlaga je ponad ta prava, ne. Ma ne, pa
tako, lej, in zate, mislim, predvsem zate je dobro, če si v mojem primeru mojega priimka, ne. Ja. Če imaš sam več for na tvoj priimk, kot mogoče drugi. Ja, Mislim, čistko, Ja, ker se lažji ti je. seveda, ja. Pač mislim, osnovno šolo moraš nekako preživeti. To moraš nekako preživeti. In če se to ne začneš druge prehtevati v forah na ta priimk, je ful boljši. To si zdaj v bistvu povedal recept, ki jih ful debelih ljudi uporablja tudi. A ja? A veš, ja, ja. Aha, da ima forena. Neke sorte samoobramba v smislu. Ja. Ne. Ja. Ne, pa sej, mislim, ko se tako, ko itak vidiš, da ne nazadnje pač nič tacga, ne. Ja, Stari, tam si, Sam kaj- budal. Ja. Ja. Ne, kaj ti je asociacija, stari? Ja, valjda, da, ne? Ja. Vsake to je to. Valjda, da rodilnik, mislim. To mi je enkrat, že to. Prost, kad Ne, sem ne, prekinil. noč nisi prekinil. Gledamo neki hokej, ne, in je Žiga Pance, ne. Jaz tako, pa sploh ne, nisem imel svojega v mislih, ne, ampak pač tako, no, ideja, ne. Veš, kaj je pa pri tem hokejistu najbolj, rekel, njegov priimk v rodilniku, ne. Panceta, ne. In pa se tako ena obrne, ne. Ja, veš, pa tudi tvoj rodilnik ni slab. Vrhunsko. Rekel, dobro, rodung je bolj okusen. Ja, to pa. Sam tvoj pa bolj skozi življenje pride. Se narediš malo budalo. Ja, a vidiš, pizda, ja. Pri tebi je to pol lih kontrast, ne. Budala v priimku. Ma, kaj še. Ne, sej to ni kaj ti veš. Vemo mi drugi. Nič skrbeti. Ali tako bom rekel, ne, znam biti poln sebe. Dobro, sam to ne pomeni, da si inteligenten, Ma, to si pač tudi malo pretirano ego, samozavesten, ampak tako, ne. Ja. Se je fajn malo postaviti na tla in tako. Tudi Ja. ta priimk, mislim se tako, ne, da bog sem pa kdaj spomnil, ko pač res neko neumnost narediš. Ja, Grega, bravo. A vidiš, da štima? Ja. No. Zdaj bomo pa malo potlih hodili, ne, bomo. Super, v redu. Jaz moram reči, da jaz nisem tok, sem pa nisem, no, ampak dost stvari me dost hitro prizemlji, v smislu, dostkrat že sam, da pomislim na eno reč, ne vem, kaj se mi pizda. Se vseeno, recimo pomisliš na enega, ki ima en kurčev šiht. Ne? Pa pač hod na šiht, kde ni nič in bo hodil še dolg cajt na šiht, kde ni nič in pol tako pomisliš, pizda, fakt, pa ta človek gre vsak dan na šiht, ki mu je zakozlat, tam cel dan dela, dan pride sfukan in drug dan isto, ne. Že sam, da jaz na to pomislim, v smislu, on to lahko, jaz ne bi mogel, ker pač se še obesiti, ne, že ena taka simpel, pol tako, pizda. Dobro, bog ne daj, da kaj glede kitare, pa da YouTube pržgem, ki je brez veze. To sem že nekaj gledati, sem v kinu. Pa me še edina tolažba, a veš, ja, se ful hudo igra, sam koliko ima pa kaj musko dobro. A veš, ker to je pa res, ne. Ja, sej. Tega je ful, ne. Tako. In lih včeraj sem na enega naletel, zdaj, ne vem, če veš, vsak januar je v Ameriki NAMM, festival, predstavljali si gospodarske razstavišče, sam ful večja zadeva, kitare, kitarska oprema, tako naprej, ne. In imaš razstavljalce pa to, in milijon, ampak res milijon demonstratorjev, milijon teh kitaristov unih tretjih. In sem na enega naletel, ki je nor, res je hud, tako, a veš, recimo, igranje električne kitare
če nimaš res enega hudega zvoka, te bo težko impresioniral, v smislu zdaj, da ti v tem samo en par lestvic zaigral pa neki. Mislim, mene bo impresioniral en, ki bo jazz igral, ki mi takoj tisto hudo. Sam da bo tam en igral, sam tako malo rock, pa to še rekel, cool, ne, ampak pač. No, zdaj, in pol, če ti naigraš na način a la Jeff Beck in podobno, ker pač ne moreš tako igrati, no, je relativno nezanimiv, če ni to v enem dobrem komadu nota, ne. In takih je večina teh, ki demonstrirajo za firme igralne kitare in tako naprej, ne, kar se tiče rock muzike, zdaj govorim. No, in pa tam naleti na enega modela tako, pizda, veš, tako že za pogled čisto narobe. Visoko pičko mater, ne vem, tudi, ali zato, ker je suh, ampak to zgleda 2 metra visok. Narobe, tako, tak, mal skrivlja, ne vem kva vse. In on je enega intervjujal, ne. In ta intervjuvanec je imel tudi eno kitaro v roki. In on pol tistega vpraša, a ti še igraš, na kar on odvrne, seveda ne. In mu da kitaro in on začne igrati, tako čist tist, na mrtvo, na hladno, ne ogret nič, zaseden, zakrčen, narobe model. In začne špilati. A veš kako? To je pa, dobro, že tak stil, ki je meni ful všeč, se pravi, mačken mešanca rocka pa jazza, tako mačken, ne tist neki orank, ampak mačken. In že tako nasplošno ful lepo zaslišati, a veš, pa še zaigran na tak lep način, v smislu, ne, ker bi, ne vem, jaz eno stvar zaigral, ne vem, ne vem, v smislu, tako, res hudo. No, in pa sem valjda njegove filmčke začel gledati, ker sem jih najdel, ne. Karkoli je imel v roki, nima veze, kjerokoli kitaro, tako, ki mu ne bi smel jeti. Pa kar, a veš, ni ene napake ni naredil, ni pač mirno. Pa tako, to ni brutalno, res brutalno. No, ampak, da me to na prejšnjem bistvo pripelje. Pol sem šel pa njegovo muziko malo tako gledati. Sicer sem šele začel z njegovo muziko, ne, tako da mu še ne bom hude krivice delal, majčkeno mu jo bom. Ja, pizda, ta prvi komad sem si ga zavrtel, veš, so pa tako nek power trio varianta. Daj no mirno. Če bi mi en sam to pokazal, pa bi rekel, ta star, ta kitarist je brutalno dober. Jaz mislil, da ta človek, ki mi je to rekel, da je prizadet. A veš? Ne, in vsaj pri tem komadu ni od njega prišlo to igranje ven. Pa ne v smislu, da bi mogel kaj frajar, sploh ne. Sam že v komadu ni to prišlo. Bobnar je pel, kar je meni zmer fascinantno, sam lej model, dej zraven še bobna igreja, ne. Tako da, no, majčkeno sem bil pol razočaran. Ampak drugače pa ja, ful prijetno presenečen v smislu, zato ker danes pa res ne naletiš več na toliko kitaristov, da te tako impresionirajo. Čeprav se pol probam bolj razmišljati v tej smeri, da je muzika bolj pomembna, ne. Ker itak je, ne. Vem, sam, a veš, kako je to, mi, ki smo zrastali s pizda temi kurci solističnimi, kitarskimi, pa itak vadiš in hočeš biti tak in misliš, da boš tak. Pol šele leta kasneje ugotoviš, da je to itak brez veze. Tako da ja. Zato je recimo, ampak pol je pa tukaj je pa ta problem, ne. Ja. Muzika se ti pa ne bo zgodila iz, ne vem, ne bo se ti posvetil tam gor, pa boš naredil ful dober komad, ne, ampak to, kar je Jurca rekel, ne. Ja, špilati in delati muziko, ne. To je res prav povedal, ne. Tudi, ne vem, se mi zdi se včasih preveč mogoče tudi kakšen komad, pa jaz ne delam lih toliko muzike, ne, pri nas. Mislim, ne delam toliko, je ne delam. Ampak tako včasih, ko kakšen komad nastaja, tako se mi zdi, kar malo preveč nekih detajlov, ko tako starje se bojo slišali na koncu ti detajli. A veš, ne? Ja. Če komad baš nije nešto, ali pa ne, a veš, Ja. kaj tukaj neki
okraske dajem Nima veze, na ja, neki če... povprečen. A veš, ne? To je res, ja. A lahko okraski naredijo neki, ne? A veš, ne? To mislim, Ja, ful je več treba pač delati, ker se tako mojstriš, ne nazadnje. Ja, absolutno. Tam pil ten in ist komat, pa lej, nared 100, lej, Ja. postih je dobro, 5 komadov dobro. Ja, pretiravam, ne? Ja, ampak v principu je, ja. to danes sem pomislil, ko sem ga poslušal, ne, da mu prav, ne. Ja, ne. Ja, sigurno. Tako, ker tisne, ja, pač vse ne bo, ja, on ga si na začetku naredil, si ga ta prvega naredil, pa je pač tako, ja, ampak ja, lej, in pol poznaj pa je. Pri Janezu, ne, Dovču, Ja. se mi zdi pa še zmeraj najboljši njegov ta prvi komad. Kjer je to prvo? Valček za njo. Ta je nor, Se mi zdi, da to je... ta je brutalen. Da bo on težko samega sebe presegel še. Pa ne zato, Ja, da ja. ne bi Kaj bil misliš? zmožen, ampak ker je ta komad res tako presneto dober. Meni je popoln. Ja, A veš, v Ja. smislu, nič mu ne manjka, ja, vse ima, ja. pa ene stvari ne bi spremenil. Ja. Tist, ki je, Mhm. pa še to je, ne. Mislim, da nočem, da bo to zdaj ful neki tako narobe izpadalo, ampak jaz mislim, da narediti inštrumentalen komad v smislu, da je tako popolna celota, da je, ne vem, to precej težji kot v smislu, če imaš ti dober komad besedil v smislu, dober besedil, ti nav težko narediti dobre muzike, da bi šla zraven, brez pretiravanja, ne, tako. A veš. Mislim, precej lažji, kakor pa Ja. če nimaš ti besedila, pa imaš sam idejo v glav, kva Mhm. komad more biti, pa sam inštrumental, sam z inštrumentalom to narediti, da ničesar ne manjka. Aha, A veš. ja. Ker vokal pa muzika, to je še zmer meni, tako osebno bolj tista varianta. Pesništvo z glasbo, ali kako bi rekel, a veš, ne. Ker zdaj si tako poslušam več ali manj 90% ali pa 95% inštrumentalno muziko. Tlebor inštrumentalni pa sam strogo muzika. Tako ni, mislim, dobro, sej glas je inštrument, ne. Ja. Sam ti, ki glas slišiš ti naravno, zato Ja. ker se pogovarjamo, Ja. razen oni, ki noče biti v oddaji, ne. Ti cel dan. Ja, ampak tako ne. Vsi, če ne igraš inštrumenta, so ti vsi inštrumenti tuji, vokal Ja. ti ni, ne. Ja. Se navžno upet, ampak pač, niti ga pa tuje slišati, ne. Vse ostalo ti pa je, čeprav dobro. Tako jaz razmišljam, ker sem v življenju naredil, ne vem, 7 komadov. Tako. Ampak ja. Jaz pa nobenega. Za enega sem še celo besedil napisal. A ja? Ja. Sam pol, ker to sem tako pol doma, kom posnel neki pa to. Ja, čisto prvi komad, saj sem ga enkrat še pri tebi zavrtel, ko smo bili še, ker si še tle živel, na našem koncu. Sam ni bilo nič besedila. Aha, ok, Ja. to mi je bilo. On komad je imel besedil, ne. Aha. Začel se je z besedilom, najprej A sem ja? besedil napisal, ja. Aha. Pol pa nobenega nisem dobil, da bi ga zapel, tudi nisem se trudil neki dobiti nobenega, ker to je bilo itak tako na hojle dri vse skupaj. In pa sem neki cajta Tadeta silo, ne, dej. Zabet. Ja. Aha. Ko ni neki bobno s tabo sicer, ne? Ja, to A je bilo ti po si ga moje, pa- to je bilo po Aha. moje še pred tem. Čeprav Aha. se ne spomnim, ali je imel pa takrat lihte prvo komplet bombno doma. No in sva bila not v bajti v moji te stari sobi. Takole, miza, komp gor. Ja. Jaz sem imel, sploh ne vem, na kjer program sem to snemal. En program, ki sem ga dobil zraven nekega multi-efekta, pa je bil na CD-ju en program gor za muziko snemati, pa sploh, veš, to takrat, jaz nisem imel neta pa nič in kar sem se naučil, sem se tako naučil, nisem sploh mogel nič pogooglati pa to. In jaz tam sedim za kompom in jaz sem imel točno v glav, kako hočem, da se odpoje, ne. To sem imel res. In tako Tade tam zraven, tle imaš mikrofon, mi pa
Ole, in jaz sem zavrtel in daj, ne, tole zapoj, kaj imaš besedil, ne, in ti zapoje, ne, in jaz, ne tako moraš, ne. Veš, sem ga začel popravljati, pa itak sploh nima veze, ker pač ni bilo to ničemer podobno, ne. Ampak kurva sva bila kot dva kretena, jaz za kompom, kot ta najhujši producent, da veš, ne, to še enkrat, ne, to ne bo v redu. A to obstajajo kakšni posnetki? Ne, Škoda. ne, to pa ne. Škoda. Čeprav, pizda, možno, da en posnetek celo obstaja. Zato, ker vem, da pol kar dolg potem. Pa jaz, jaz to, ki je vokal gor, jaz to sploh se ne spomnim, da bi jaz to na kakšen CD dal ali pa kakor, ne. Ampak se pol spomnim, da je enkrat en prijatelj rekel, da ima tudi to verzijo. Da neki, ne. Sam pizda nisem čisto ziher, no, da jo ima, ker jaz mislim, da to ni šlo z mojega kompa dol. Sem takrat pol sam tist posnel, sam musko in je bilo to. Ja. A ti, te naše trubadurje si že slišal, nisi? Kjer je? Ko imamo kakor glasbeno predstavo. A ja, ne, nisem. Nisi, ne? Pismo. Nisem. Te moram... Zdaj pa ne vem na pamet. Dobro, v desklah imamo 7, ampak to je daleč. Ja. Ampak bomo imeli v Cankarju in to dopoldne, Ja? ko imamo tako malo za šole. In Kdaj pa? to je problem, ker sem spomnil točnega datuma. Ja. Zdaj enkrat, malo, A? v teh dneh. Mislim, teh dneh, like, naslednji teden. Ja, danes je četrtek, jutri petek. Ja, ampak po moje, da pol. Aha, ja. Si ti pogledal, pa ti javno. No. No, Ker pač, to imamo v Cankarju za šole, ampak tako, vedno lahko ga noter stisnem. No. Pač, ker ta predstava je pa moj otrok v smislu koncepta, pa pač besedilne. A, ti imaš tudi ideje, tako kot Jure. Ne vem, če imam tako kot on ideje. Cepec. Ne, Jure, saj nisi cepec. Ne! Pet se čudi. Skratka. Ja. No, kar, daj povej, kaj je v predstavi. Ko smo pač tega Trubarja naredili takrat za 500 let, ne, je poln na koncertih, ko smo špilali, pa je marsikdo do mene prišel, kakšen učitelj zgodovine, slovenščine, česa tacga. Lahko jaz tu pri pouku ponucam nuci. A ja, kar to? Ja, a mi pošljaš besedilo, pošljem. In pol doskrat so mi tudi tu na odzive, mulariji je to ful dobro, ful si več zapomnejo gor. Ja, Hudo? ja. In je bilo bolj tako, kaj pa če bi še malo ostale naredili, ne. Pa smo. V bistvu smo... Mislim, sem. No. Pa je bilo, zdaj pa koga pa izbirati, ne, a veš. In pa sem šel kar po tolarju, tako da smo v glasbelu v bistvu nekako življenja dela vseh, ki so bili na tolarju, plus Itarina, Valentin Vodnik, pa Edvard Kocbek. Ja. In tako no, za šole, v glavnem za šole igramo, čeprav je bolj, mislim, je za vse to, ne, oziroma starejšim več potegne ven od tega, kakor pač en mulc, ne. Ideja je pa pri mulcu predvsem pač javno, ne mu zagabati Prešernov pa Cankarjev pa tega. Ja. Ka meni je bilo, to je bil tudi malo odzad ideja tega, ne, okej, ne. Cool ideja, ka meni so se zagabali že v osnovni. Sej. Mislim, v osnovni, pa pol srednji. In jaz sem jih pol na novo odkril sam od sebe na faksu. Ne vem, kako se je zgodilo, po kakšnem povodu, da sem do česa prišel in tako pravim, to je ful dobro. To je super, ne. Zakaj se mi pa te gabijo, pač, ko si jih tam neki drlil. Ja, ker se jih je bilo treba. Ja, pa marsikdaj vseeno malo prezahtevno, ne nazadnje za tisto stopnjo. Absolutno. Neki tisti prodaja, ki tebe, briga, hiša, Marije, pomočnice. Pa tako zdaj, ko prebereš, star, to je meni super, ne. To je wow.
in tako naprej. Lepo. In tako naprej, ja, mislim, do teh črtic. Ne. To je hudo. Ne. In pač mi je bil malo ta, in so komadi tako, zanima me pa pač tvoje mnenje, ne. A veš, zato sem te sprašal, če si že bil, no, tem povedal, no, sam moram doma pogledati, da je špilamo, da potem povabil. Ja, meni bo verjetno Muska všeč. Musko je v glavnem dolč delo, so pa tako, fajn je meni predvsem, ker so si zelo raznoliki komadi med sabo. Aha. Ne, to je bil spet point, veš, zdaj, Trubar je pač takrat rato kot rap, ne, zakaj, ne vem, ker je pač prvo, ker je full teksta, in drugo, ker je kukor ne, veš, okej, je bil tudi pridigar, ne, ja, pridigajo, okej, ne, malo smo na to šli, ne. In pol zdaj, poleg tega pa full teksta, ki je res od življenja do smrti, pa full vmes, pa ne, tako, mislim, ne, in pol res, ja, zdaj, če mu vsak komad besedilo tako zastavlja, to uživ dolgcajt, ne, in pa je bilo treba malo tako, okej, pa, ne, zdaj pa je pa to ratala glasbena predstava iz tega, okej, zdaj, da ne dajem vsega v besedil, ne, imam nek vezan tekst, ne, ki malo lahko pojasnim, ne, a veš, pa vnaprej povem, zakaj sem pa to dal v besedil. Pač, s tem, ker sem vedel, da bom imel nek vmes vezan tekst, in tako sem se sprostil, pa sem lahko šel, ne, v besedilu, ne vem, pa sam na določeno stvar, ali pa ne vem, in tako naprej. In pol Janez, ne vem, ko sem mu dal besedil, je tako, okej, je rekel, daj mej, ko mi daš, daj, valjda ti si toliko razmišljal, ti si toliko v tem, daj mi neko idejo v smislu, kam naj grem, ne. A veš, ne vem, vse kje nisem vedel, ne. Recimo pri Juriju Vegi je lušten zadevo najdel, se zmislil, ne, jaz sem tako, oziroma sem mu jaz rekel, tukaj imamo Juri Vega, ne, pa je logaritem, ne, a veš, pa se spet vloga ritem, ne, kaj če bi bil komad, da bi bil v nekmu nenavadnemu ritmu, ne, kakšnemu neparcu, ne, 7/8, ali pa nekaj, ali pa da bi se to menili, ne, pa pol ni šel lepo na 7/8, ampak je šel na 5/4, ne. In je tak luškan komad, kar zazibo bi se, veš, ampak tako, ne, težko bi ga pa odplesal, ampak je tako, se pa kar malo zibaš, tako ga je naredil, recimo, ne. Ali pa, ne vem, Itarina, ne vem, sem si, takrat, ko sem komad delal, sem si dal malo tako po YouTubeu, ne vem, komadi iz 20-ih, 30-ih, a veš, da sem malo bil sam nekako v tistem feelingu, pa tako, in pa je bil en komad, nemški, Du bist meine Greta Garbo. Ne, taka popevčica iz tistih časov, a veš, ne. In tako, tukaj sem jaz dobil še za idejo za sam refren, ne, ti si moja Itarina, ne vem. In je v bistvu čisto komad, sam ne govori toliko o Itarini, kakor je pač kao nek ljubavna pjesma neki ženski, ne, veš, ti si moja Itarina in blablabla, na ta način. In pač Janezu sem spet dal, evo, lej, tako muziko sem jaz zraven tega poslušal, pa ne, morda, a veš, tako, da smo vsak komad, ne sam pač besedil, da smo še, in so si pač tako dost raznoliki, no, se pravi glasbeno tudi med sabo komadi, ne. In je tako v redu. Meni je najbolj všeč, mi je recimo, ki je pa najbolj zamorjen, v narekovajih, ne, ampak mi je super. To pa nisem, jaz sem 10 od 12 besedil je mojih. Enega je punca od Janeza naredila. Zdaj ta zadnji komad, ki pa imamo pa tako v bistvu, kakor, okej, ta je pa za vse, ki jih pač nismo povedali, ne, pa za, ne vem, mogoče koga kle iz publike, ki pa bo nekoč nekdaj, da more, ne, tako veš, tak, ne, kakor za vse, za nazaj pa za naprej, ne. Tega je ona napisala, Kocbeka je pa Janko Rožič, arhitekt, no, tudi za pa program v Celici, ker so te... Ja, vem, kje je možakar, ja. On je pa Kocbeka naredil in je tako, a veš, vsi komadi prej so malo bolj ko ne, ali pa tako, taki lahkotno, ne, to je pa, zdaj bomo pa zamorili, pred zadnji komad, ne, in je bilo tako, veš, in, ne, ampak tako, mislim, fajn je, ne, meni je res všeč, no. In je bilo zanimivo na premieri, mi smo v kulturnem centru Janeza Trdine, to je pač en kulturni dom v Novem mestu, in šola, ne. In tako mi je bilo, res pri tem komadu je mene zanimalo, kako bo pa,
Klemularija reagira. Odreagirala, Ne, ja. ker je in tako režiser je pa rekel, ne, da se mu zdi, da čisto v redu. Zato, ker prej smo skozi neki haha, hehehihi, ne, ta je pa opa, zdaj se pa malo zreseno, ne, in tako, in pravim, lep komat je, ne, meni, Ja. veš, nek kontrast predstavlja vsemu tismu prej, ker pol imamo v svetu, unga tezange, v svet, juhu, dajmo vsi skupaj. Ne. In stari, najmočnejši glas je bil potem v komadu. A res? Ja, Hudo. ja, takrat. Pol se spreminja, vidimo od folka do folka, ampak takrat na premieri mi je bilo super, stari demularija. A misliš, da sam zaradi besedila? Ali... Ne, zaradi celokupnega in tudi in zaradi besedila, in zaradi muzike, Aha. in zaradi ne nazadnje umestitve, a veš. Ja. Ti se toliko prej neki zabavaš, pa gor dol, opa, zdaj pa kle smo se pa malo, ne. In se jim je lažji, a veš, če bi ti na začetku to dal. Umor, stari, umor. Ne bi cele predstave ne bi zdržal. Ne. Ja. Se jih je res dobro, predolga je za njih. Ne. 70 minut zadeva traja. Vse je kul. Ampak šolar ima 45 attention minut. span je itak. 45, že to je veliko. Ja. In je predolg, v glavnem, v veliki večini lepo zdržijo. Ne. Pač najbolj je tako prijemo gor, nek trkao odigramo in neki malo eno temico, ne, in pol pa jaz začnem stari, kot da je te programi na državnih proslavah, kulturni program na državnih proslavah, zamorjen. Zdaj bom pa jaz recitiral, a veš, ful počas in ful bo to kao neki pomeni. Ne, in pač začnem. Od nekdaj. Ful zamolk. Lepi. A veš, in tako, zdaj vas bom pa ubol. Ja. Ne, sej to je pa sam to, pa nekaj povem, pa gremo v trubar in tako prav čutiš permularij. Veš, najprej tam, ko začneš od nekdaj. Fuck, smo to mi pršali. Pa ono gre. In tako, ja, in če bi jim Kocbeka dal tam, bi bilo pa narobe. Ne? Ja, zamoril. Ja, to te moram, no, kaj sem kar ponosen na to zadevo. Edino pravilno. Me zelo tam. In premalo igramo, pa še to, kaj igramo preveč za šole, mislim. Se je super, da igramo, ja. Ampak tako, rad bi tudi več odrasle publike imel, kaj je, ne vem, kaj tako vidiš. Ne, mulj ti tam reagira in odrasel ti pa tam reagira, ja. Veš. Pa kaj, mislim, bo tako več igral? Ali? Ne vem, upam. Zdaj so nas, te izdeskali so nas poklicali, v bistvu Janez rekel, so ga poklicali tako, če kaj ima za kulturen praznik, ne? Rekel je, tole. Pa prav, grem pol še to je 7. bo, zdaj februarja. Grem pol še v nočno, skozi letu isto. Direktiva. Ljubljana, ne da, No, ampak boš pa še, veš, še nahajpan od dogodka. Ja, sej, tako, se veselim, no, da bom imel odraslo publiko po neki cajta. A si znaš predstavljati, pač jaz si ne, sem to, da že kar vnaprej povem. Kaj je mogel pa misliti, poslušati, pa kakšno muziko si vrteti, da je padel v ta prav feeling gospod Jože P. za komad Zvočnik na pločnik. Ja, ne. A veš, ne. Lahko ti odgovorim z vprašanjem. Dej. Kaj si je šele mogel umisliti pri komadu Urca? Fuck. Pa Če se namotam, meni se zdi, lih ti mi poslal link za ta komad. Ja. Če se namotam. Ja, sem nesramen, ne? To je bilo prav tist. Kaj se ti zdi Zvočnik na pločnik, kar nekaj to redu komad? Zvočnik na pločnik je brutalen komad. To je simfonija, razumeš? Urca. Pač, takrat sem pa pomislil, ker jaz imam drugač dober mnenje o Jožetu. Ja. Jaz nimam mnenja, da je on tako snet človek. Ne? Na svoj način je, ampak ampak tako. Je presmuknen, ni pa tako. Sam sem pa to slišal, pa videl. Sem rekel, temu modelu se je snel. Pač, to je to. Fasu sneniti si ne šlo.
Jože, to je pa zgodba zdaj, to se pa lahko menila dneve in dneve. Ja, sam res. Pač posebno oddajo, prav Jože P. Ja, eno posebno oddajo. Absolutno. Okroglo mizo. Ja, a veš, da to imam željo, da bi nas bilo tudi več tako. Ja, pa samo mora biti ena tema, ja, tako. Ja, to pa mora biti. Tam pa mora biti tema. Tam pa mora biti tema. Saj mal. Ja. Saj mal. Ja. Mislim, saj ni problem, saj bi najdel temo hitro, ne. Bi hitro najdel temo, se ne zdi. Jože P. kaj ne vem. Ma ne, saj to je, ne vem, tukaj. Šalekar enkrat rekel, ne. Da to je, kva je ta druga, ki jo Jože ima, ne. Ka nima nobene, saj to je fora, ne, ka nima nobene. To je drugo življenje. Ja, stari. A veš, kaj je to dober? Sti zadet skos. Ja. Vrhunsko. Jaz znam sebe do neke mere kar dobro nategniti. Sam pizda, Tok pa ne. Ne. Zato, ker če ne drugega, slej ka prej, ne, v njegovem primeru, se posnamaš, pa se slišiš. Pizda, takrat ti mrska jasen, ker ti ni takrat, kaj igraš. Ja. Pizda, rija. Sam se je pa bok, ne, tle pa nikaj. To pa je. No, pizda. Ja. To sem zanjič pozabil pri Jurcatu povedati. Ne vem, če ti veš, kaj je omenil vinilke pa to. En slovenski podjetje, pa ne vem zdaj, kako se jim reče, so naredili, to je že nekaj cajta nazaj, no. Gramofon. Ko bo na magnete, da bo lebdel. Tega mislim. Ja. Poznaš to? Ja, mislim, vem za zadevo, videl sem takrat, Dolč si ga je naročil, tako da ne vem, če ga ne zdaj počas pričakuje, da bo videl, kaj to je. Cool. Ja, ker to se spomnim takrat, kaj je ven prišlo in je kar tako je delovalo, da jim je kar ratal v smislu, da so se kar dosti hitro stržili do te mere, da... Povpraševanje je znatno preseglo tisto, kar so si oni zastavili takrat, kakor se jaz spomnim. Zadeva itak super zgleda, ne. Zdaj sam, če bojo ti magneti res tako držali, da to normalno nekje. Ja, seksi je, ne. Ja, res je hudo, ne. Pa še, a veš, tako v ta pravem času, ne, ker se vinilka le vrača, pod narekovaji vrača. Ja, tako je. Ja, tam bom videl, no. Bil zanjič prav vesel, ki je rekel, da je to Ne, da vem, da mi lahko malo videl, nekaj, kar tam vidiš, pa kad ti neki predstavitve. Ja, ne, to je to. V real life mi pokaži. Pizda, ja. Kumi čakam, no, me res zanima, ja. Tam je bilo tako, ja, tam je prav tako cool zadeva. Ja. Upam, da bo zaprav delal, no, kaj je. A veš, ja, smer stavite, ja. Kva? Ja, ne vem. Ja, vem, ne, se si ne znam predstavljati, veš. Lebdista. Kaj če malo tam, ne vem, en avion malo nekih mem se zapela, ne vem. Ma en ful v zubeh tiste kovine, pa malo. Ja, mora po mojem malo bližji prideti, no, da zmot. Dobro, pretiravam, ampak tako ne, nekim tak ali pa drugačen motež, ali pa mulac mi jim pride, veš. Ja, kurba, ti če v šlaufu mem magneta, ne boš zmotil magneta, če to misliš. Kaj pa če sem režil? Ker to se pri meni zgodi. Sem pa tja, se zasmejem. Pizda, zdaj... Škone, ma tudi tvoj primek ima težo, ne? Sem te rekel lepo. Ja. Nis poslušal. Ja, veš, moram kakšno vajo narediti, da sem naučil, veš. Pizda, lih kar sem samega za sebe zatrl, ne? Ker očitno sem te poslušal. Ja. Se v zanko ujel. Ja. Janko se je ujel v zanko. Kakšen Janko? Ne vem. A tako se reče? Ropret. Vdihovalec. Vdihovalec? Ja. Kdo? Ja, jaz, ko sem malo začel radio poslušati, to je bilo
Ne leta 45. Pred našim štetjem. Ampak, Ne, vdihovalec, sam upam, da boš isto povedal, kar jaz mislim. Ja, verjetno da ne. Kaj to je to, ne? Mislim, jaz jaz sem vedno v avtu CD poslušal, pa je pa enkrat un CD player riknul. In nič, po radio začel, ne, in pač gospod Ropret je bil takrat že tam speaker, ne. Ja, in te vdihi so bili svetovno dolgi. To je po mojem svetovni rekorder v vdihih. A si to mislil, kaj drugega? Ja, sam ne... To je bilo slišati, to je bil... Ja, ne, no. In zdaj pa začel govoriti in pač bom ful dolgo govoril in dokler ne bom res čisto vsega stisnil in pol ga bom spet vdihnil. Sem se spomnil, ker si rekel vdihi, sem pomislil na enega modela, ki ga imate še na valu. Pa ga vdihne, kaj? A? Ne, sam da ga vdihne. Vdihi so kratki. Okay. Ampak so žmohni bolj, kot stara klet. A ja? Model ima, kot da bi imel na levo pa desno stran čeljusti not zabasan neki, pa čakal 3 dni, da se ti sline nabere toliko, da ti teče z usta, razumeš? In ima dober glas, ki govori, ampak ima tak mal, ne, kot da mal ne, tako. In pol on bere, pa drugač strokovno, super je. In tam bere, ne vem, bla 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 bla. A ja? To je njegov vdih. Resno. Zdaj pa ne vem, zdaj ima bolj pozoren. En izmed tako dost poznanih. Pak ja, da ima prav pozoren. Pa če jaz porajtam tle, ker nimam nič basov, ne. Ja, najme sem se spomnil, ker si rekel vdihovalec. Pa kjera dobra označba. Pa ne vdihovalec. Ja, stari, če ga vdihnil. Prav lepa, slovenska, super. Sploh ni, nič treba, pizda, vdihovalec. Ja. Hudo. Hej, Ljubljanček je pa vdihi. Trademark. Je pa, zdaj sem se pa še na eno drugo reč spomnil, se zdaj vrti na valu en, pa dajmo reči rap komad. Ne vem, kdo ga izvaja, jaz sem najprej mislil, da je Trkaj, pa ni Trkaj. Edin, če ima drug imen, ker sta v duetu za eno punco. In komad se začne sam tako, ali čist nič muske, ali pa minimalno muske, pa on sam tako malo repa. In je tako drugač dober komad, meni je všeč, ne, pa tako cool, tip ima dober glas, dobro govori tako cool. Sam ta začeten del je pa mal v toliko kratkem času, toliko preveč nihan v vokalu takole, ne, pa ja, da, no, recimo ta bil prijatelj vdihovalca. Zato sem se spomnil. Kjer ga, tvojega vdihovalca ali mojega? Tvojega. Mojega, ja. Imaš več vrst vdihovalcev. Ker, a veš, ta gospod reper, ki ne vem kdo je, bi se od tega špikarja naučil malo bolj koristno nihanje pa poudarek besed pa tako naprej, ko on to vlada. Medtem ko gospod vdihovalec bi se lahko naučil njega, kako ne dihati v mikrofon, pizda. Mislim, vdihovati v mikrofon, tako da je to prav zaznam. Ja, kako me zanima. Ja. Jaz bom bolj pozoren zdaj. Pa prav. Res, to je to. Prav tako sem si ga jaz predstavljal, ker da se mu skozi slina nabira, veš. Škoda, da nimamo slike. Je to, kaj ti pokažeš. Ja, to. Dobro, da je špegel tamle, da se ne vidi. Ker to verjetno zgleda nekje sorodno z inteligenco levega kolena. Tako je malo nasekan mrož. Ja, vidno.
In on bi to pač. Aloh, prosim, ker ga bom probal za trenutek oponašati. Dobro. On je zdaj z enim na vezi, ne? Ok. No, torej, v studiu je kar naenkrat postalo smešno. Sam ga ne morem, ker ima ful boljši glas, pa lepši govori, pa to, ampak je pa vdih, je pa na mestu. To pa je. A če vas s tem zaključiti, Ja, ti to už pa ti povedal. da pustiva še kaj za drugič. Velja. No? A veš, ker smo se lih tako lepo zrežala. Ja. Je škoda, da ni slike, no. Ampak no, se sem opisal. Sej drugačne. Če se bo to razvijalo naprej tako, kot si predstavljam, bo tudi slika. A ja, celo tako? Ja. Ker ne vem zakaj, ampak jaz, pizda, oboje mi paše, ne? Ker poslušam podcaste, dostikrat jih samo poslušam. Včasih mi pa sede tako, ker jih, ne vem, recimo imam na YouTubu naštiman ga v enem zavihku, v drugem zavihku, ne vem, gulam motorje, bilo kaj. Pa vsake toliko cajta malo pogledam, kaj v studio, če je kaj novega. Čeprav vidim samo dva tipa, ki sedita, pa se pogovarjata. Ampak ne vem zakaj, mi kar sede včasih slika, no, tako. Oba spektra sta mi všeč, pa kaj to itak danes, ne vem, ta prvi plan je, ne vem, kakšen mikrofon si zrihtata, veš, da se da to malo normalno, ker s tem imam pol dosti dela, ker itak, veš, pa da je lepš posnet, pa to. Prva varianta, pol druga pa ja, ne, sej. Čist simpel, lahko pol, ne vem, dva mikrofona priklopim na komp snemam, tega kurca postavim nekam stojal, ker itak fulor snema, pa imamo vse, ne. Tako, potencialno. In če bi do tega prišlo, je pa pol še naslednji korak, ne. Oddaja v živo, ne. Veš, to lahko zdaj vse na YouTubu. Ja, ker so itak. Veš, komod, live stream. Ja. Tako da to je hudo. Ja, te to zdaj vprašam ali potem? Vpraš. Koliko imaš pa kaj... Ugledal. Ja. Takole je. Zdaj, ta prve 3 oddaje sem imel na SoundCloudu gor. Ja, vem. In tam ti belež statistiko na tak način, ta od Jurca, ta je pa ta prva, ki sem jo dal na YouTube, ne? In tle pa malo drugač belež, pa zdaj moram še en cajt počakati, da bo bolj natančna statistika, ne? Od unih 3 ta prvih oddaj imam vse skup poslušanja 1500 minut. Od vseh 3 skupaj, ne? Znese pa to ti se števa, koliko je nekdo poslušal. Ja, za vsak... En je po 5 minutah izklopil, en je... Tako. To ti se števa. Za vsako posebej ti kaže, koliko poslušanj je bilo. Ne? In ta prve 2 imata po 55, nekako. Ta tretja malo manj, ker da bi rekel okoli 40, približno. Tako da to ti za vsako posebej kaže, če bi hotel za vsako posebej orang statistiko, bi mogel imeti tam en premium account. Tako, tega nimam. Tako da ja, od unih 3 vse skup 1500 minut, to sem lih zanč po gruntu. To mi je ful hudo, ne. Tam si jih imel, one so bile približno uro. Ja, še manj, no, 41 nekako. Ena je bila malo daljša, ta prva je bila krajša, tako, od okoli pol ure do 45 nekako so bile. Uredi. Ne, ja, super, sem ful zadovoljen. Ful zadovoljen. Pa tale od Jurca ta zdajle tudi, ne vem, moram jutri zjutraj pogledati, ampak je bilo tudi že, kad da bi rekel, ne vem, 40 ali 45 pogledati. Ja. Mi je, kukar mi po en stran vsem, ne, da tako rečem, ker se ne obremenjujem s tem, sem pač sam zadovoljen, če mi všeč oddaja, ne. Ampak pa sede, ne, ker tam pogledaš cifro, pa ne vem, kaj, folk me je kar poslušal 1500 minut, a so moteni. Pa tako v smislu, ne, brez reklame pa to, ker sem sam dober. Zdaj, ker sem dal od Jurca ta gor, sem še malo Facebook prijateljev povabil, pa tako, da so stran videli, ampak
Ja, tako no, kar všeč mi je, statistika, moram reči, kar dobro. Super. Od te oddaje pa itak pričakujem nič. To je to. Ja, zdaj smo pa fertik. Dobro. Hvala za pozornost in nasvidenje. Dio. Da vidim, koliko so bila dolga. Torej dam.